Američanka gre v ovinke, zanimiv. Ma stari, ne to govor, stari. No. Ne bom. Ker si tako uni komentator. Ne, nisem. Pa testi sem si napisal. Saša, smo ti Tesla? Ja. Ok, jaz sem si napisal. Junior. Koliko časa pa že laufa kamera? Ja, če ne. Še malo pa bo začelo že lučko utripati. Posneli je že ful. Tist novoletna jelka pa mora utripati, ful me nervira. Kjera novoletna je? A predator moj. Pa kva dela, da njegov Da nam folk mislil, da imamo še zmerec smrekco tle. smrekco. Ne, jaz imam nov računalnik, pa se bliska. Prav, tako imaš pržgan te lučke. Ne, stari, to je še default nastavitev in moram Ško je tudi problem, ker imam pržgan komp, pa pol tam mali vidijo, da je Maurica na tipkovnici, pa pol vsi grejo. Jaz pa ne. Stari nekdo, ki uporablja Maca, pa vidi tole. Mene je grozno je to, no. Mene je to tudi grozno. Že sam računalnik mi je grozno. Kako se imenuje? Predator. Čakaj, računalnik se imenuje Predator. Ja. Kaj pa je za ena firma? Predator. Ne, v resnici ne vem, jaz sem samo rekel, da rabim neki. Čak, prav ne veš. Ma ne vem, stari, vedel sem še en teden si, da bi kupil avto, pa sploh ne bi vedel. Ja. V bistvu bi bil tako, kamo Andreja. Je pa, stari, tehta po moje pa 23 kil, pa To si ga za sabo. Charger tehta pa 47 To si ga za sabo kupil, Za da na boš pot. lahko za na pot, da boš lahko delo na poti, ne. Stari, saš, kako pa leti montaža, stari, še Kaj enkrat. imaš pa ta novega tega, ki lih toliko velika ta, mogoče celo malo manjši, Apple. pa isto naredi, kot ta, pa je koliko je težek to. Nič. Pa nobene lučke To nima. je njegov ponivc. Ne, bolnivci je stari, pa ga v široko porevo, še kako je težek. To se ful narobe sliši. Dobar dan. Dobar dan. Žal. Dobro jutro. Dobro jutro. Seba se je vrnil, to kdo te vedel, po bolniški, ki je trajala me, se zdi en mesec, čeprav bi koliko en teden pa bil. 10 dni sem pa ležal skoraj. Ne, skoraj en teden sem ležal. Ja. Kaj te je pa sesul? 2 Rusa na avionu. Kaj? To zgodbo hočemo slišati. Zadnjič, ko sem šel v Barcelono na Kio, sta se zraven mene usedla 2 Rusa ali pa Ukrajinca ali pa karkoli, v glavnem. In sta si, sploh ne bi porajto, če ne bi pol začela neko tubo ven imati in sta si po nosu tako mazala vse in potem sta šmrkala in se jaz si gledam in sta bila kangora zajca, rdeča, vse, tam je bil star, ne vem, 10 let, ampak je tako, 2 uri je, tako se je naslonil in tako je bil, tako da pol zvečer je mene začel nekaj praskati po grlu pa to in valjda sta po mojem mi nekaj prinesla od Zelenskega. Več, stari. Ne gremo tja. Ne, tako da no in pol sem, ja, po mojem že na 10 let nisem imel vročine, tako da sem imel, 3-4 dni sem imel kar vročinca in sem kar malo počival. Več, da sem jaz letos tudi po moje po 10-15 letih vročino in to na uni predstavitvi GT3 me je začel trest, pa pol še na 2 dni, pa sem jih morjal. Kva gremo na avte? Dej za fora, če moram z novičkom štartati. Dej pokaž to tablico, ki ful dobro razgleda. Ne, res, dej. Sam je res dobro. Kako dobro razgleda. Je lahka, je dosti lahka za vaju. Ne, dobra stvar je tole. Ja, meni je fajn, no. Zdaj, ko sem najdel špičke za moj kulik, ki je bila 2 meseca, 3 meseca ni nič delala. V glavnem, moj Remarkable, to ni reklama, by the way, ker mislim, uporabljam za to, da si pišem stvari, pa pozabam na njih. To. Ok, v glavnem, dajmo začeti z novičkam. Razdelili smo si vsak po 2, smo rekli. Jaz bi najprej, mislim, Uržah je tudi to, ker imamo res ful hude fotke, pa jih hočemo pokazati. Naš bencinski pobrat je bil na Ice Race v St. Moricu. Ja, Uroš. Uroš Podlogar je... Kakšen pobrat, stari? On je legit brat. On je legit brat, ja. To se tako se malo sliši. Ja, pobrat, ne. Ja, no, meni se zdi to kot kompliment. Uroš je naš bruda. Bruda. Naš uradni fotograf. Uroš bruda. Šel je v St. Moritz poslikati en dogodek, se mi zdi, da že kar veliko avtomobilske javnosti vezanega, to je tako imenovani Ice Race, to je ta konkurs d'elegance, ki se odvija na ledu. Gre za precej tak botičen dogodek, čeprav sem letos bral njihovo stran, da pride do 20,000 ljudi. Skratka, bistvo tega dogodka je, da ljudje pripeljejo avtomobile, ki so res krasni, seveda običajno vredni tudi juhuhu, tudi milijone in jih zapeljejo na tisto zmrzeno jezero. Nek tak trek je naštiman in se malo naokrog vozijo in
Pravzaprav gre za razstavo avtomobilov, ki je dinamična. No. To je en tak zimski mini Goodwood. No, tako je. Ja, in da ti vidiš, veš, kakšni so lastniki superkarov. Mrzkomu ga je mogoče težko že z garaže, da če ni ta prav cajt, klepa folk pride pa ga da na sneg, pa led, pa se vozijo z njimi, pa sem pa tja, kdo tudi kaj butne, bog ne dej. In Uroš je šel tja gor podokumentirati to in material, foto, ki je nazaj prišel, je bil the best. Tako da jaz sem sam dobil še večje apetite, da bi šel to pogledat. Pa že takrat je na Instagramu folk sprašval, če se da se iti, vstopnico je treba kupiti. A ja, pihaš v mikrofon, to že zanj delo preperati. A veš, to je koncentracija. To je koncentracija, da bom res v mikrofon. No, glavno, vstopnice se da kupiti, pa so pa omejene. Ne moreš, treba je malo razmisliti. Zdaj, če vas te fotke niso napaljali, vsi tisti, ki poslušate na audio platformah, pejte na YouTube, sam to pošpegati, ker to je res pač krasen event je. No. Je pa res, da je treba do St. Moritza priti, pa pol tam najbrž tudi ni. A letos gremo v Goodwood? Ja, jaz ne vem, jaz sem zelo za, da gremo. V čim večji zasedbi. Ja, no. Pa da se še Jure zjoka. Pa moramo že začeti to delati. Jaz sem hotel sam za tega v St. Moritzu reči, da jaz bi šel to takoj gledati, če ga je polet naredil. To bo tudi znak še Dubaj narediti, veš. A veš, da imajo? Ne. Istok Franko, ko smo se mi iz Dubaja vrnili, je rekel, da smo za en teden zgrešili, ker zdaj pa se nisem prepravil, pa ne vem, kako se dogodek imenuje, ampak Istok Franko je rekel, da enkrat na leto v Dubaju, tam v enem parku, isto na travco dajo, pridajo pač vsi, ki imajo v Dubaju kaj za pokazati in ba je noro. Park imajo tudi. Ne, mi govorimo, da bi bila ice dirka v Dubaju. Ne? Ja, to ja. No, jaz sem se... Kje v molu? Ja, tam v molu. Predator ti je crknil. A ja, zdaj šel pa spančka. Maurico pa še kaže. V glavnem, ja, to je izpostavil in je tudi ena stvar za videti prav. To je to. A če me še ta drugo novičko povejate, boste videli še kaj. No, da povej še drugo. Jenač Hennessy je dal ven super Venoma. Oni so v bistvu nadgradili Dark Horse oziroma Mustanga. Hennessy je ameriški predelovalec Fordov oziroma, a ima še kaj drugega oni pod havbo? Sem zdaj kozlo strelil na polno. V glavnem, Hennessy je bil ustanovljen leta 1991 in so v čas tega predstavili super Venoma, avto z 850 konji, ki ima 3.2 do 100 in je pač tudi dal samo svoj carbon fiber, sprav aeropak paket iz ogljikovih vlaken. Aeropak Žak in Maximo dal gor, zato da se ga da lažje na pisto odpeljati, v slabih 11 sekundah potegne na quarter mile. In je čist hud. By the way, GTD je postavil rekord na... Ja, veš, da sem glih hotel Kostanška omeniti, tako da se veselim, da pride tudi nek Besson Ford. Se to smo že nekaj omenjali, Rok Kostanšek ga ima naročenega. Sam ne vem pa, če smo rezultat povedali, ko so ga pred časom šele objavili. Koliko je pa bil, se ne vem. A da je prvi serijski, ki je šel pod 6, 7? Ne vem. Stari, ne vem. V glavnem, na YouTubeu je cel krog... Posneli so tudi video o tem in je meni avto kar hudno. Ja. Čeprav GTD je pa malo ponesrečen. Američanka gre v ovinke, zanimiv. Ma stari, ne to govor, stari. No. Ne bom. Si tako kovni komentator. Ne, nisem zaradi tega, ker se bom navezal na svojo novico in sicer, da Cadillac prihaja v F1, tako da to je dokaz, da Američani grejo v ovinke. Ja, to je res, ja. Končno je Cadillac dobil zeleno luč, da se pridruži karavani Formule 1 z letom 2026. Dobil je zeleno luč, da se lahko postavi pred rdečo luč. Ja, lepa. Na začelje kolone. To bomo pa videli. Kdo bo vozil? A niso oni bremzali Cadillac fula? Kaj je bilo? Nismo v tem Cadillacu mi že bremzali. Mislim, niso izpolnjevali pogoja. Veš, FIA postavil svoj pogoj. Jaz mislim, da je tle fora samo šuški. Pač, kakor se zmenaš, da se zmenaš, kako si razdelijo pogačo, kdo kaj dobi, ne. Tako da ni bilo fora, mislim, Formula 1 si itak želi, po moje, še kakšno ekipo več, ampak kdo pa izpolnjuje te pogoje, je pa vprašanje. Ne? Zdaj so se pa končno najdel Cadillac, ki je sicer padel pod en finančni sklad, oziroma cela ekipa se je zgradila okrog enega finančnega sklada, ki se imenuje TVG Racing oziroma TVG Motorsport. Gre, kot sem rekel, za en sklad, ki pokriva, ki si že lasti deleže v večjih športnih ekipah po svetu, ne vem, od Chelsea do LA Dodgersov in tako naprej. Aha. Oni so vzeli... eni reveži. Ja, eni reveži, ki so tudi Andretja vzeli pod sebe, ne? Uh-huh. Tako da jaz mislim, da bo tle nekak idejni vodja projekta bo Andreti,
Kolikor mu bojo dali proste roke, ne? Se pravi, nekdo z izkušnjami iz Indikarja in tako naprej. Za ostale podrobnosti pa ne vemo, no? Tako da bomo videli. Zdaj, Cadillac kot Cadillac se vemo. Tako, mi, Evropejci, ki imamo ne vem koliko znamk s tako bogato dirkaško zgodovino, tle malo strižemo z ušesi, ne? Kaj se dogaja. Ne? Kjer avto ti pride najprej na pamet, ko reče Cadillac? Ne vem, mislim, meni pridejo ta stare ladje, sploh ne športne. Ne vem zakaj. Ja. Jaz. A veš, da sem kar nekako gano, ko še rekel. Mislim, jaz vidim gangsterske avte, zdaj ne vem, kdo se bo pojavil na štartni vrsti, ne, a veš, lahko da bo en tak, a veš, ko bo tako vozil, ne, tako, a veš, bo roko imel na 12. En Američan bi skoraj moral biti, ne, ta drug bo pa kaj, a bo kdo se vrnil. Ne vem. Mislim, tle jih je ogromno je nekih dirkačev, ki se lahko postavijo v vrsto. Ne. Mislim, to bo kar borba. Kje mi je nav, ne? Ne, kje mi je nos, Ricardo lahko prije nazaj. Jaz mislim, da je Ricardo tle kar nehal. Zaradi tega, ker na zadnje, kar je pokazal, je to, da tudi motivacije več nima, ker je videl, da tudi sam ne more več. Pa zdaj, če ste gledali ta zadnji Netflix, tale special, vidiš to energijo, da mu kar pada, no, vse skup. Na drugi strani imaš pa te mladiče, ki so nabriti k žiletke. Ne? To je zdaj kar iskana roba v Formuli 1, sploh glede na to, da se, ne vem, pri McLarenu se je to pokazalo za super stvar, ne vem, tudi Red Bull je zdaj mogoče, a veš, so razmišljali, da bi vzeli preverjenega dirkača ali bi vzeli tega nabridga, ne, pa so vzeli rajš nabridga, ne. Kaj je sicer na prvi svoji dirki, ki je vozil za tole sestrsko ekipo Red Bulla, je pikiral direkt v Čekota, ne, in mu je razbil avto, ne, in takrat so že vsi mislili, da ne bo prišel not, ne. Poj pa Horner rekel, lej, take rabimo, ne. Sam stari Ricardo je imel kar bad timing, ne? Dobar spizdo je iz Red Bulla, zato ker mu je začel dihati, ne? Mislim, ne, on je spizdo zaradi tega, ker je šel Renault po denar, ne? Mislim, a veš, prepričali so ga, da vzame šuške v Renaultu, ne? In tam se je zezno, ne? Ja, pa še dobro, pa pri McLarenu je imel tudi slab timing, ne? So se stvari šle navzgor, mislim, je kakšen let, on prej... Eni niso rojeni pod srečno zvezdo. Sej, je kar v redu, no. Se mu je dobro išlo. Jaz mislim, da bo on nasledil Coultharda v Red Bullu, da bo delal vse možne promocije za Red Bull. Tako imam feeling, ker je tak tip človeka. No. Ja, pa v dobrih odnosih. Vse je, tako je, čist cool, ja, pa tak normalen. Mim grede zdaj, ko bo ta podcast objavljen, bo prva dirka že za nami, po moje. A bo že Ferrari zmagal? Ne vem. A tako ti misliš? Ne vem. Tak si ti tiček. Navijaš ti za trdeče, a? No, se je prav. Ja. Okay. Mislim, lej, prvo šel bi jim, no? Ne, se jaz tudi. Ne vem. Jaz sem zdaj, sem imel z mojo Inti, sva imela maraton, Netflix maraton in ne moreš verjeti, kako nekdo, ki je 14 let star, ne, pade not v Formula 1, zaradi tega, ker je samo pogledal pač Netflix serijo. A veš, in zdaj ona zdaj komi čaka prvo dirko z mano, da bo gledala. Ne, tako pač. Top, stari, the best. Ja, veš, to je ta... Sicer, a veš, to smo govorili z Miranom pa z Jeffrom, ne, kako v bistvu, kako se klientela Formule 1, mislim, fan klientela se je totalno spremenila, ampak jaz nimam težav s tem. A veš, jaz kot nekdo, ki spremlja Formule 1, res, že cel life tako, nimam težav s tem, no, res nimam. Pač zaradi tega, ker, ne vem, pač je zanimivo, no, na nek način. Mislim, meni se zdi, da več ljudi ti napališ na en res cool motošport boljše. Pač razumem, a veš, tudi v NBA, v Evropi imaš veliko več teh hardcore basket fanov, v NBA imaš pa te general fane, ki pridejo mogoče tudi sam tako pogledati, samo overall je pa to, se mi zdi, da dobro za košarko. Ja, pač se šport zato dvigne. Tako. In da je sploh lahko to ena serija naredila, ker dejstvo je, da v veliki meri je to, mislim, so v bistvu za to zaslužni Američani, ne? In se mi zdi to krasno. Tako da, še predtem gremo naprej. Kako pa ta mala vid vse skupaj, ker je v bistvu šla v to čist s prazno glavo? Ne? A veš kaj, začne simpatizirati najprej z dirkači kot osebami, ne? Sploh ne, a veš, pa jaz razlagam podrobnosti, kar se tiče ekip, pa lej, to je ta, pa ne vem, a veš, pa gremo že v podrobnosti, veš, tam ima ta Aeropack, ta je dubov v Singapurju, nova zakrilca, a veš, pa na mene gleda, tako oči čist predele, če govoriš, povej rajš, ne vem, kje najdem na Instagramu Landa Norrisa, veš. Tako da začnejo simpatizirati zgodbami dirkačev, pa z njihovim lifestylom, pa kako se vsak pač lot dirkanja na svoj način.
pol pa te podrobnosti, kar se dogaja na dirki. Ne. Tako da zdaj jo bo bolj zanimalo povezati neko faco s tem, kjer je bil. Z rezultatom, pa z vožnjo. Tako. Ja. Sej stari, mi smo se, valjda, na človeka se najprej navežemo. Vseglih to sem hotel reči, ne. A veš, mi če se spomnimo, dobro, mi je bil Kimi, mi je bil car, ne. Ali pa recimo še prej, ne vem, Mansell ali pa tako, ne. Veš, v bistvu vsi imamo neka imena, ki smo navijali za njih, pa se še sami ne vemo, za kva smo navijali za njih, pa je takrat recimo, ne vem, je vozil rečemo 5-10 dirkačev, ki smo jih poznali, ki so bili res hudi ali pa ki ti je bil kul, ostali so bili tako, ne. Zdaj pa se mi zdi, da so vmes prišli eni mlajši, ki sploh nisi pravzaprav vedel, kam bi ga dal, ali pa nisi se mogel nekaj opredeliti, ampak sama dirka je pa v bistvu veliko bolj zanimiva, ne. Jaz mislim, da se zdaj fanbase orientira oziroma gravitira okrog bolj dirkačev, pa se pol zamenja, ne. Se pravi, zdaj so Lewis Hamilton, fanbase je šel k Ferrariju, a ne. Ja. A veš, prej se je pa gravitiralo okrog ekipe, a ne. Tako, večino. Ok, zdaj odvisen, kje pogledaš. Ferrari fani v Italiji bojo vedno Ferrari fani, ne glede na to, kdo bo vozil za njih, a ne. Tako, malo se spreminja to, no. Pa hecne, kako sem zdaj skozi leta, veš, ko pol skonzumiraš kakšno F1 vsebino še za nazaj, prej si omenil Mansella, ne. Pač jaz sem ga imel ves čas na radarju, pa se mi zdel, da je kar v redu model, ampak jaz sem Mansella zdaj post festum začel veliko bolj ceniti, ker sem malo prebral kakšen model, pač karakter posebno. Prej sem bil tako, Mansell je bil kar v redu, zdaj pa vidim Mansella, sem mislim, lega kjer kralj. Pa to, kako je šel v Indiji, pa tam pomaril prvo sezono, pa tako naprej. Vse to se pa spomnim. Dobar, lej. Bomo videli, prva dirka bo zanimiv. Kje je v Avstraliji? Yes. No, to je ena od dirk, ki sem jih jaz pogledal v živo. Dobri stari cajti, takrat so še ropotali, spomnim se. Ko so še lahko reklamirali tobačne izdelke, pa je bilo veliko denarja, pa tekšna tobačna povabila kam. Točno tako. A sem jaz eno novičko zanč najdel, ali mi je nekdo poslal na Instagramu, da se govori, da bi 2030 prišli nazaj 10-valniki. A to, dajte folk, oglasite se, kaj na tem, ampak nekdo je nekaj zapisal, pa ni bilo brez veze. Mislim, da je to celo sprožil Mohamed Bin Sulayem, se pravi predsednik FIA, ne? Je sprožil te govorice, zaradi tega, ker vsem gre za enega petrolheada, ta pravga, ne? Ki mogoče hoče malo tudi dvigati popularizacijo med temi true fani, ne? Pa moramo rado tam malo vprašati, ko prišel, ko bo iz prve roke vedel, kaj je povedal. Jaz sem hotel to malo bolj skrivnostno zapeljati, ampak ti si kar povedal. Ne, se noben še ne človek, čaki. Školiko je rado to vstane. Dajmo tle črto potegniti, pa o formuli in o motošportu se bomo še veliko pogovarjali. Pa o zvoku, Jenač, imamo še nepar novič, kaj je Saša oštil leto za 6? Ne, stari, lej. A se spomnite, kaj je bil Korman v podcastu prvnca, ne? In je rekel, mislim, da klasični motori in klasični avti pri audiju ne tečejo zadnjega kroga. Pa smo rekli to, a ne? In evo, zdaj smo dobili spet dobri stari A6 Avant. Ne, pa se vmes je zgodil A6 in so rekli, da A6 bo samo še električen, ne, da ne bo več. Ne. Tako. Da je to pa... Tudi tole zmedo z oznakami so ustavili, ne, in so rekli, a ta A6 Avant, ki je zdaj prišel ven, bi mogel biti A7 Avant. Ali pa A6 e-tron, Ne, A6, ampak se pravi, A6 e-tron smo dobili, zdaj bi mogel biti A7 Avant. Tukaj je A4 postal A5. Tako. Ampak je zdaj v bistvu brez veze postal A5, ker bi lahko postal A4, ne? Ker če zdaj A6 postal A6, ne? Mislim, a veš, ne? Zdaj... In je nekdo vsaj ročno, ni tako ročno, nekdo je tako ročno potegnil, ne? Razen če si v Mustangu. Okay. Jaz sem tisti ročno. Je. No, nekdo je ročno potegnil in rekel, Audi morajo biti taki, ki so, A6 karavan naj bo tak, ki je, in smo dobili novega A6 karavan. Se hoče kaj reči? Ne, hotel sem samo reči, koliko moraš biti v bistvu naumen, da delaš avto, ne vem, 50 let, ali pa ne vem, A6, če rečemo, gremo nazaj na Audi 100, pa pol so zgodovino, pa to in pol rečeš, mi pa zdaj ne bomo delali več A6, zdaj bomo pa ne vem. Stari, veš, pa glih recimo Audi Clay 100, pa ko oni so že imeli ta debakl s tistimi oznakami motorjev, pa to. A veš, nekdo je nemiren.
Ampak, a veš, kdo ima še vmes tako foro? Ni imel Hyundai, se spomniš vmes, to že 10 let nazaj, ki je imel kar na mest Santa Fea, ali kaj je že bilo, so bile X35, pa X55, kaj je že bilo. Dobro, ampak to, da spremeniš čist v redu, oni so šli pa nazaj. Ne pa, da en model, ki ga cel svet pozna, ki ti rečeš, A6 bo vsak vedel, to je pa una poslovna limuzina, ki je, ne vem, a veš, ne? In pa reč, mi pa zdaj tega ne bomo delali. A veš, da si ti tako povedal, ampak takih ljudi v avtomobilizmu ni več, kot smo se pogovarjali. Nekih dominantnih odločevalcev, ki znajo udariti po mizi in reči, da je tako je. Ja, res. A veš, to so zdaj skladi, to so zdaj bordi, to so zdaj milijon nekih ljudi, ki vsak mal... Ja. 100 baba kila odete, stari. Tako. Ja. A veš, in končno je po moje, da nekdo rekel, dajmo nehati s temi neumnostmi, plus dajmo nehati z fake izpuhi, pravdijo, in so zdaj spet nazaj ta pravi auspuhi. Dobro zgleda, by the way, avto. Ja, avto res zgleda dobro. No. Meni je v bistvu je že Q5, ki je sicer Audi najbolj prodajan model, ima tudi že prave auspuhe in tudi tam, kjer sta dva, se iz obeh ven kadi. Ja, no skratka, zgleda dobro kljub tej rjavi barvi, ki so launčali ven, tako je malo taka kakec barva. No. Ampak a si predstavljaš ta isti avto, da bi bil črn, ne vem, s črnimi feltami, pa totalno black. Pa huda kovinska modra kakšna. Zaradi tega, ker to sploh še ni RS6, pa zgleda tak una papuča na cesti, veš. Ja. Tako res je hud. Bolj aerodinamičen, v bistvu najbolj aerodinamičen Audi Avant z termičnim motorjem, se mi zdi, vseh časov. Motorizacija, mislim, da se pravi, osnovni motor ostaja, ne vem, če ostaja, ampak 2.0 turbo benzinar, mild hibrid, 201 konj, ta je na voljo samo s prednjim pogonom, pol imaš opcijo 2.0 turbo dizel, enako konjev, tle imaš opcijo štirikolesnega pogona in pa V6 362 konjev. Top. To je, vsi so mild hibridi, se pravi, da... Vsi so elektrificirani in okolju prijazni. No, ker rečeš elektrificirani, dajmo to ne takoj prestrašati ki bojo od spodaj komentarje pisali spet elektrika v audio. To je res samo to, da pomaga malo pri porabnikih in pri, ne vem... V bistvu na dober način zelo dober način uporabljena elektrika. Tako. Pa notranjost je v stilu Q6 e-trona, se pravi te zasloni z dodatnim zaslonom pred sovoznikom, opcijskim, ampak meni je ta rešitev všeč, sploh zaradi tega, ker sem midva ugotovila, da se da na tem zaslonu tudi predvajati neko vsebino za sovoznika, ki ni samo navigacija ali pa... Meni ta kokpit ful všeč. Video lahko gledaš, celo igrice lahko igrajo otroci ali pa dolgočasne žene. Edino, kar mi ni všeč pri audiu, je pač čist preveč za moj kus, še zmeraj te piano plastike, ki vleče nase praha. To se še kar ne morejo losati tega. No. Okay. To je to z moje strani. Seba, dej povej, če so se lotili pri Mansuriju, ker jaz sem že mislil, da me ne more več presenetiti. Meni ta Mansuri, meni gre prav na kljuce. No. Sploh zaradi tega, ker sem gledal od tega, kaj je že ta Matt Armstrong, ki je šel k njemu po Feltne, pa je nastopač tam težek, mislim, kaj je nek žerc Turk neki. Ne vem, tak ligav lik je, no. Pa mu je naredil, pa mu je naredil, ne vem kakšno reklamo, ne vem koliko milijonov ljudi je videl ta video, kao, ne. Pa mu je pa račun poslal, ne vem koliko 40 jurjev za Feltne, no, mislim. Zato sem pa rekel, če spregovorimo o tem, ker se mi zdi, da je pač zanimivih moment, ker to slikco, ki sem videl od tega Cybertrucka. Zdaj si mi glih vzel uvod. Če bi lahko pomislil, kako lahko neumen avto še bolj neumen bravo. Je po mojem so se kar ta pravga avta lotili. Tesla Cybertruck ala Mansory Edition in so jo poimenovali Elongation. Tako da, sej to ni kaj dosti za zgubljati besed. V bistvu pač avto so povečali
dodali karbon, zadnji dvoja krilca, dal ga na, moram prav pogledati, Jaz ga na zdaj gledam. 26 palčne kolesa, skratka, ne vem. Folk, a vas lahko pozovem, da v komentarje zapišete še bolj glupo ime, če obstaja za ta avto. Please. Ja. Stari, pa 2 mini spoilerčka zadnji. Ja, se rekel dvoje krilca od zadaj, pa ne vem, 845 konj, ampak to je dobro, te električni konji tako ne štejo. Bolj se mi zdi, da je 3,1 tone težka zadeva. Fuck. Se pravi, Ja, če ima karbonske spoilerje, veš, koliko to doda. ja, Daj poglej ta stari aeropek. Koliko je to grdo. Kva je to? cene pa ni zato, ker po manj še niso vseh nul zračunali. O moj bog. Sem pa videl, nekje sem ujel na YouTubeu, en model je to jeklo na Cybertrucku je spoliral do onemoglosti, da je bil avto je izgledal k fucking ogledalo. A res? Ja, no, tako. In se pač, to je že nevarno za na cesto. Mislim, Cybertruck je že tako nevaren za na cesto. Ne. Model ga je spoliral res. Da te sonce v povdne dobite v Arizoni, ki ti posvet noter. Da ga v Vegasu parkiraš. Gre pa si zažgan. V Vegasu ga parkiraš, pa se vse stopi, kar Ja. ceva. Ej, a kdo gledal dvaju od Whistling Diesla, ki je primerjal F-150 s Cybertruckom, ki ima celo serijo posnetkov, Stari, kaj kaj dela? je on delal? No, ti si mi pa všeč, kaj dela Cybertruckom. Samo veš, kaj pri njemu je, mislim, on je pa res taka maksimalna budala, no, ne vem, pač zanimivo je gledati, ker naredi. Ne podpiramo vsega, kar počne, samo ta primerjava z F-150 je pa bolana. No. Pa kaj delal z G-Klassom? Ja. Žigvegom. Ej, zdaj, ko ste omenili vse te avte, pa Ameriko, pa to. A se spomnite Toyota FJ? Ja, Ja, itak, ja. Ja. Kar kulska, ne? No, zdaj namigujejo, da naj bi se spet rodila. Smooth seba, presenetil sem se. Ja, dej, povej. In to v obliki enega mini Land Cruiserja. Ja, baby cruiser. Baby Cruiser. Tako da bomo videli, če bo to res, naj bi bil ene dobre 4 metre, 4,35, kakor kažejo številke dolg. To je konkurenca Broncotu. Ne. Manjši? Ja, mislim, precej manjši. Ja. Ja, To je ja, precej manjši. Lahko bi bil 3-vratnemu Broncotu. Ja. To Aha. pa, ja. Ne vem, če se niso Darko, zdaj le ima kolesa zatresla. Zdaj se mu malo se je. Jaz predlagam en skok pred domačim predstavitvom, prej se lotimo testov po mednarodnih. Jaz bi jih ene par, mislim, o teh avtomobilih smo res že toliko veliko govorili, tako da bi sam povedal, da sploh zato, ker ena od domačih, ki že nekaj časa nazaj se je zgodila, je bila Alfa Junior, je prišla na slovenski trg že mesec nazaj, pa Kia EV3, o kateri smo govorili že na Danskem, pa jaz sem, nisem vloga objavil, ampak smo jo že dobro predelali, pa jaz sem salamo v njej narezal. Renault 5 je na Frišnu v Sloveniji. Kaj sem hotel reči? To je bila ful predolga paza, folk je že kar stop pritisnil. To bomo mogli že res. Nekaj se hotel reči. Ne, pa še en avto, ki je pa bil zame frišen, pa me je kar malo presenetil, ker priznam, da nisem vedel, da prihaja, oziroma sem malo pozabil na njega, sem vedel, da obstaja. Lincoln Co. 02 je imel Lincoln Co. imel pa regionalno predstavitev v Bohinji v Vili Mur. Je pa tako, tudi lušten avto. No. Kar zanimiv avto, ne vem, oni se pravi, da je križanc. Pa tako težko reči, da je križanc. Oni so govorili, da nekaj čudnega so rekli, ali so rekli križanc. Ja. No, se vse. Karkoli so rekli, v bistvu je nek, rečemo, oseben avto, mogoče malo višji dvignen. Ja. Če na hiter podatki doseg do 445 km, polnjene imajo neko, recimo, relativno hitro, pol ure se lahko nafila, 5 do 100, 200 kW motor. V bistvu nič tazga posebenega, ampak mi smo se pa... Ja, veš, kaj mi je zmešan? Tako, veš, zdaj se vrnem 10 let nazaj, ne? Pa ko si rekel, pa 200 kW, nič posebenega. Veš, ne predstavljivo. Ja, res je. 200 kW, pa nič posebenega. Vsi vemo, da te električni konji so, ne vem, meni je to kot neka številka. Ne? Zdaj... Skoraj da se lahko odloča, koliko jih bo imel ali kakorkoli, bolj je pač ti spol, koliko se odloča, da bo ta avto hiter pospešil, pa ne vem, koliko bo najvišja omejena hitrost in to je to. Ampak hočem reči, da smo se mi s tem avtom pelali, težko bi rekel, da je nek presežek ali pa da ti karkoli neke čustva zbud, ampak ni pa pravzaprav nič narobe z njim. Ne?
Ne, v bistvu je malje generičen, pa malje tak, kaj je že bilo una beseda, ki Jure uporabil. No, nam se je spomnil. Ja. Nič poseben ga ni, pa nič ni narobe z njim. Ne. Nič Ampak narobe? template so vzeli, ko vsi, ali pa večina ljudi, ki dela neke sodobne avte znotraj enega srednjega segmenta, pač pogledaš, a veš, tukaj se vidi tudi vpliv Tesla v resnici. Ne. Flat armaturka, zaslon volan, that's it. Gumbo Je pa- bolj nička ne, pa pač lih tok, da ima malo dizajna, lučke spri, da ga malo poenotijo s tem vibom, ki ga ima že 0.1. Je pa Peči v na bistvu cesto. relativno uporaben, ne? Čisto moc smo se 4 pelali, Ja, tudi pa kufra. prtljažnika je dost. Super je, da ima od spredi en mini Za kable. frank pa to. za kable, pa to. Pa pravzaprav cena je pa tudi kar fajn. Koliko smo rekli? 36,990, kar se mi zdi dobro, sicer to je pol unam ta srednja subvencija, ne? Ampak za 30 € pa pol konc koncev dobiš Ja. kar veliko avtomobila. No? Kje je salon? Kako kje je salon? A imamo link? Imamo. Kje? Je tam kakija. Aha, Kmak. je tam. Kamak. A Je Ja. Kamak. A- No in Ne, povej. ne, sej, sem to sem hotel reči, da v bistvu, kolikor je Link je imel za let, že ne vem, mislim, da se pravi 8 let nazaj, ali da so oni hotel štartati pod tesnim oziroma ali pa ne vem, strogim nadzorom Volva, so se zdaj počasi osamosvojili oziroma so začeli res delati in zdaj so napovedali tudi en čist nov avto, ne? 0.8. 08, ki je pa zelo zanimiv, predvsem zato, ker je hibriden avto, ni električen, ta je električen, ima tudi hibridne in ta nov hibrid naj bi pa bil kombinacija električnega motorja pa bencinskega motorja, pri čemer naj bi bilo baterije toliko, da naj bi naredil 200 km samo na elektriko, kar se mi pa zdi, to je pa, ne, tudi če damo na pol, je to 100 realnih in to je pa res, tako kot pravimo, da to je pa vrh glave in Ja. Nisem vrh glave, mogoče že kar preveč. ja, zdaj pa, ja, vse veš, ne, nikoli ne bo prav, ne, Veš kaj? 100 je premalo, 200 je preveč, kaj Ja. mora biti 147. A veš kaj, jaz mislim, da treba najti ta pravi balans, ker a veš, kilovatne ure v bateriji niso pocena, ne? Mislim tako. Če k temu dodaš, da moraš plačati še termični motor, a veš, te avti težko pol imajo svojo računico, ne? Zdaj seveda. Škoda me malo spominja tole, zdaj, ki ti govoriš, ne? Pa je zdaj v letu priključen hibrid z 200 dosega. To je tako, kot takrat, ki je Huawei, pa te kitajski telefoni, ko letijo z enim stetom, ki je bil čisto odbit. A veš, kad 5, 6, 7 let nazaj je bil ta, so kitajski telefoni morali prepričati z dobro ceno, pa z nečem, ki je bilo ful boljše od ostalih. A je bil to optičen zoom, a je bilo to nočno slikanje pri Huawei, pa tako. In te spet Ja, uletijo. to se mi zdi, da je zdaj Lahko mi ja. 200 km damo, včasih pa niti ni mogoče smiselno, tako kot si rekel, tako. ko so drage te ure. Ja. Ne. Ej, pa ko smo že pri Kmagu, pa ko si omenil Volvo, ne, ti si pozabil napisati eno domačo tam gor na ta svoj, na stari. tablico. 90-ka. Ja, CX-90, mislim, ja. CX. CX-90 sta nova tudi v Sloveniji. Ne? Oba smo že vozili, EX-90 smo skupaj na Danskem vozili, v bistvu med prvimi, res prvimi na svetu, pa smo se ga lotili tudi v podcastu, ti Pa smo vlog Blaže, imam jaz. pa ti imaš Ja. vlog. Tako da o tem avtu smo dosti povedali, jaz sem na Instagramu objavil cene, zdaj iz glave točno ne vem, ampak ceniki so že gor, pa tudi CX-90 je ta nov, na prodaj že v Sloveniji. Ja. Pa min grede za vse tiste, XC90. ne, XC90, pardon, ja. Ja. Je ta nov XC90 ni več na voljo v dizelski različici, ne? Ampak Je Imaš? plug-in hibrid. Ampak imajo pa še Ja, to sem hotel reči, da imajo pa še na zalogi par po zelo dobri ceni pod narekovaji ta starih CX-90. Ne? Ja, XC90. z dizlom. Stari, kaj je z mano? Z dizlom. CX, Mazda, ne Mazda. Mazda mi Mazda. skače not. Mazda. S tem, da v bistvu sama prenova niti ni bila tako konkretna, ne bolje, mislim, da je sam zastav, Ja, pa maska, Ja. to je to, ne, tako da tudi če ta starga vzameš, nizke dosti. Ja, malo je šminka, ampak je pa ta umestnik, če ti je do digitalizacije, povezljivosti, je velika prenova, če ti pa ni do tega, pa ni tako velika prenova. Ej, dej seba, prej smo omenili Kia EV3. Ja. A skočimo na mednarodne, ki si šel ti nekaj pogledat? A ni šel nekaj Kar pogledat? nadaljujemo naprej s Kijo. A ja, a imamo še kaj domačega?
Ne, po Mislim, mojem. lahko jaz skočim na mojo mednarodno, če češ pa, da ti mal skočimo Nemcem pogled. Dajte vidva nekam že Daj. skočiti. Daj, ajde, skoč. Šel sem v Düsseldorf. Düsseldorf. Kaj, Vem kaj. Volkswagen nam je želel pokazati v bistvu ne vrste koncept, ampak ta koncept napoveduje njihovega najmanjšega električnega malčka. Spet se je pri meni na Facebooku usulo, bom rekel, enih komentarjev, da je to mikrovalovka, bela tehnika, to untret. Ker se mi dejansko, če kdaj se mi zdaj začenja to mogoče mal neutemeljeno ali pa nefair zveneti, jaz vem, da strah je prasica ali pa ljudje ne marajo teh električnih avtomobilov, ampak ravno zdaj ti električni avtomobili sploh s temi dostopnejšimi cenami pridobivajo na smislu in bo njihova vloga lahko če dalje močnejša. Plus vsi so rekli, pa dobro, kako ID1 zdaj že predstavljajo, na ID1 sem šel, ki se v tem trenutku imenuje, ker je koncept še ID Everyone, z enko na koncu. Ampak folk je rekel, kje pa zdaj ID2, ki so ga napovedovali že leto, dve nazaj, tudi ta prihaja, še vedno trdijo, da bo tam cena 25 jurjev, ki je dal direktor Roko Juretu. No, da se vrnem k temu konceptu. Ta ID1, začnimo s ceno, ker to je najbolj občutljiv del. Pravijo, da ne bi koštal, najprej so rekli, da bo malenkost manj kot 20,000, zdaj pravijo, da bo okrog 20,000. Bo pa malenkost več, ne? Ja, ampak neuradna informacija, katere vir je precej trden, da ne bi res bil drobec nad 20, minus subvencija, ampak tudi ta keče zdaj klene. Te subvencije so pa niso, pač mi ne vemo, kaj bo 2027 in 2027 ID1 pride ven. To je tudi ena stvar, ki mene mogoče malo mot. Ne vem, če veš, pismo, da ti predstaviš koncept, pa pol traja 2 leti. Jaz ne vem, bo Volkswagen držal pozornost 2 leti, prej in končno enkrat prije serijski model. In če bo takrat vam prišel in če bo 2027 še subvencija tistih dobrih 7 jurjev, pol super, bomo imeli majhen električen avtomobil za 13-14 jurjev. Kar se pa samega avta tiče, res je lušten, zato ker nekako svežilno nimaš občutka, da je nek križanc, da je nek SUV, da je samo en prijeten, lušten, majhen električen avto, ki malo spominja na Polota, malo na Lupota, ta starega, dosega ne bi imel 250 km, torej realno 200, kar se meni zdi za mesto čist dost. V bistvu je koliko 20 centi krajši od Pola, pa 20 centi daljši od Apa in s 3,88 metra mano in 310 kufra. Pač meni je bil ta avto všeč, zato ker je dizajn tak res clean se mi zdi, pa kar nekako ima tako old school vibe, ne vem zakaj. In to je napoved serijskega avta, na katerega bomo morali še malo čakati. No. Mene malo na Hondo E spominja. Ja, tudi mogoče od spredi, ja. pa te lučke pa to, ja. Oblikovno je, ja, mogoče res. Ja. Veš kaj, ne? Ampak 2027 je lahko konc leta, kar pomeni, da ga bomo še 3 leta čakali. Ne? Je pa, ne, a veš, ne, to je eno. Ne? Drugo je pa to, da zakaj ga v bistvu oni zdaj pokažejo, ali pa zakaj ga toliko prej dajo ven. Da malo pomirijo vse skupaj. Da malo pomirijo, mogoče malo, pa jaz ne vem, ne. A veš, čas si nakazal, kaj boš dal ven in si potem mogoče koga prepričal, da ni kupil kakšnega drugega avta. Ne, ne vem, če bo zdaj ta trg je kar agresiven, kar se tiče mini električarjev. Mislim, a veš, zdaj Twingo bo en let prej zunaj, ja. Inster je tukaj, še kaj drugega. Še Petka je prišla prej, kakor ID2, pa je Petka, v bistvu, mislim, ID2 je sprožil to, da je Luka ukazal narediti Petko električno. Ne? Ja. Da... Pa še nekaj, ne? Ta proces tizanja se mi vsem zdi, malo se mi zdi predolg. Včasih je avto, karikiram, prišel v Ženevo spomlad, jesen smo vedeli, da bo na cesti. Ja. Načeloma, no. Ali pa največ en let. Ne. To je samo stopnjevanje tizga. Najprej do Roko Juretu, zdaj so malo pokazali, tako dajte že avto ven. No. Ja, ampak je pa fulušten. No? In tudi splošen odziv drugih novinarjev, tako ko malo stojiš par avto, itak veš, da je gužva onih 200-300 ljudi par avto, se kar ne premakne in pa malo poslušaš, pa Nemce, pa shotraš Norvežane, kada jih razumem. Ampak tiste, ki jih razumeš, je bil precej pozitiven odziv na avto, vključno z nami. No? Tako luštanje. No? Ampak sej, o tem smo že govorili, ne? V bistvu te mali avti, dostopni, električni, so smiselni, ne? Sploh za neka velika mesta, za tisto gužvo, majhen električen, tudi pri nas so ogromno teh apov, pa škodic voz še vedno. Ne? Tako, to je meni tako nerazumljivo, kako, se pravi, ti si imel v preteklosti hype okrog enega električnega avta. Pravi, takrat so vsi iskali Alunga Golfa, ali Apa, ne? Električnega Apa. In je bil hype okrog tega avta. Zaradi cene, zaradi tega, ker je bil mestni mali avtoček za malo denarja. In ti greš pa narediti celo paleto drugih avtov, preden daš
podoben avto ven. Pa, ja, naslednika. Ne? Ampak lej, to je vse problem te cenovne politike, ne smeš imeti preveč uspešen pa cenovno dostopen avto, ki pol dražjih ne boš prodajal. Ne? Ja. Ampak Dobro. črto. Pa takrat se je tudi Volkswagen se je vlekel ven zaradi unih CO2 kupončkov in vsega, ne? Tako da so te avte so tudi pod ceno prodajali, ne? Tako da so mogli nekje dobiti noter denar za te drage baterije, pa za izdelavo, pa za odplačati MEB platformo. Ne? Drugače pa naslednji dan, ko smo se z avionom dan pelali, je bil že v enem od nemških cajtengov na prvi strani, oziroma ni bil na prvi strani, no, ampak je že bil napovedan boj med tem avtom in Twingom. Ne. Plus ena zanimiva informacija je bila noter, ki ne vem, koliko je uradna, najbrž je povsem neuradna, ampak da bo zdaj cel Porsche oziroma Volkswagen koncern razmislil, če je res smiselno, da ima vsaka znamka vznotraj vsakega segmenta avto. Zaradi tega pač, kako en drugmu mogoče včasih tudi malo nesmiselno pogača kradejo. Ta kanibalizem, ne? Ja, veš, a zdaj moramo, če imamo, a mora zdaj vsaka znamka imeti Seat, pa Cupra, pa Volkswagen, pa Škoda, a moramo vsi imeti tukaj zdaj še neki. Aleluja, ne? A se lahko malo razporedimo, tako da malo govorice o tem so tudi ven šle in se mi zdi tudi mogoče, da se folk zdaj, vključno s tem, da se malo spet vračajo hibridi ali pa da bo spet malo več benzina, mogoče, da se vse skupaj počas gre v eno racionalizacijo, ki je dejansko smiselna. Normalizira oziroma postavljajo se stvari tako, kot bi mogle biti. Ne? V bistvu, ali pa tako, kot en normalen človek dojema pa razmišlja. Ne? O mobilnosti. Ja. Ok, pojmo naprej. Lahko gremo, ja. A ga ne lahko jaz? Dej za foro, no? Jaz sem šel v Barcelono in sicer na en event. A že kdaj štev, koliko si bil ti v Barceloni, stari prost? Bil sem 1 leto, sem bil 12-krat. Ja. Ampak tako, generalno pa 100-krat je že padlo davni. Verjetno. Okay. Drug teden grem spet. Ne, pojutrišnjem grem. Barcelona. Ja. No, v glavnem, Barcelona, kar en hud event. V bistvu sem bil v Tarragoni v areni za bikoborbe. Ja. Sam ni bilo benga bika, razen pač nas. Kia in v bistvu si me zdaj spomnil, ker si rekel tale Volkswagen ID1. Kia je predstavlja, vsi vemo, omenili smo že prej, da je tudi pri nas na voljo EV3, kar se mi zdi zelo super avto, vsi smo ga že pelali, cool avto, vse. In Kia je pokazala EV4. EV4 je zanimiv prvič zato, ker je to dve različici, se pravi EV4 5-vraten, ki bo predvidoma v veliki večini na voljo za Evropo. Pokazali so pa tudi limuzinski EV4, ki ga verjetno pri nas namo kaj dosti videli. Za Turčijo. Za Turčijo, ne. Za Turčijo, ja, pa valjda, začeli ga bojo prodajati že, mislim, da že letos v Koreji oziroma v Aziji, tam gre to skozi. To pa je trg, ja. Tako da en tak zanimiv avto, tudi podatki, a si ga pogledal? Limuzina je grozna. Mislim, a veš kaj, tudi tam, ko smo ga gledali, ne, tako, ko si ti rekel, manjka bo samo še taksi tabla gor. Ko smo se pogovarjali, veš, ne, sej prvi del avta, pa seska, pa noter je vse cool, ne, pol od zadnji me pa očitno malo koncentracija spustila, ne. Je pa on rekel, dober, konc je. Moram na malo. Tako da ta limuzina je res tako, ne, ampak okej, lej, 2 bateriji, ta mala, 60 kW, ta velika, dobrih 80 kW. To je isto, kot pri trojki. Je? Mislim, da je. Mogoče celo res, ja. Ja, je. Ja, v bistvu, ja, največji doseg naj bi bil okrog 630. Je pa pač, tle so štartali na nizek CO2 0,23, kar je v tem razredu kar v redu. 150 kW. Jaz sem rekel, a sem mislil količnik zračnega upora. Ja, CX sem rekel. Kaj sem jaz rekel? CO2. Okay, ja. CX. Čak je električni avto, CO2. Ja. Kaj je zdaj? CX, zračen upor 0,23, ja. 150 kW motor, pač čisto normalno, tako kot v trojki. Hitro polnjene, 400-voltna tehnologija, fila šlohka, tako kot je zdaj že tudi pri vseh Kijah, iz avta v avto, iz avta v naprave, tako da recimo en tak zelo uporaben avto in moram reči, da
Zakaj se ti smejiš? Kaj ti smejiš? Zakaj se ti Kaj se ti smejiš? Jaz vem, zakaj Nek se smej. Jaz vem, zakaj se smejim. Kaj? Kaj? Kaj si rekel? Ne, vedno vrem. Vajno. Ne, vedno vrem. Iz avtom naprave. No, dej. Zakaj se smejiš, da? Ja, no, sej. No, dej. Ja. Ja, sej. Kaj? Ja, bomo lahko enkrat imeli avto tako v podcastu, da filamo tole stvar. Ja, no, evo. No, vidiš. Da avto napaja Stari. podcast. Ja, Imaš na Kio. pa lej. Jaz ne vem, nam se zdi to ful čudno, ne? Ampak recimo v Ameriki to kar dosti prakticirajo, ne? In oni grejo, recimo, ne vem, na polnilnico, nafilajo avto in pol ga preklopijo na hišo in hišo napajajo z To avtom. mi je smiselno, sam te naprave pa jaz res ne vem, kdo, mislim, ok, stari. A dobro, Ja, lej, veš kaj? kava aparat, ne? Ja, Ja, vem, se ja. to sem na Ali vsaki, pa, to je na vsaki predstavitvi je vedno Ja. nek kavni aparat. Že na priklopljen Mitsubishiju avto. smo s kavo, Ja. jaz pa Pirman sva kavo. Si rekel Mitsubishi. Ja, Mitsubishi. stari. Mitsubishi. dej, pusta me. Že dolgo nisi Ja, izgovoril. prav. Pusta me, ker ni bila sam Prost. Povej. takija. In zdaj, ne, pokazali so nam pa tudi konceptno Kio EV2. In zakaj je zdaj to zanimivo? Zakaj se ta reži? Ne samo zato, ker je Saša tako dobro povedal, ker že toliko časa nisem izgovoril imena Mitsubishi, stari, da se moram malo navaditi. Ja, Oprost sebe, Mitsubishi. povej. Ja, ne. Mitsubishi. EV2 zgleda hudo dober. Sicer je definitivno to še študija, kar pomeni, da je zunanja oblika je bila pač nekako je nakazana, noter še ni, noter je bila zelo futuristična, ampak noter bo verjetno zelo podobna, tako kot je EV3. Zakaj pa to zanimivo? Ker govorimo v bistvu o študiji, za katero dam jaz zdaj roko v ogenj, da bo ta avto prišel ven prej, kot recimo ID1. Pa so samo risbe. Ali pa ID2. Mislim, Oj. ne. In tle je spet ta tizanje, ne. Daš ven, rečeš, a veš, 27 pride, kar pomeni konc 27 je čez 3 leta. Ne. Jaz mislim, da bo ta EV2 bistveno prej ven prišel. Zgleda pa avto tako, kot smo se pogovarjali naokrog, ko smo ga gledali, zelo dober in moram reči, da cel ta event, ki je bil kar hudo dober narejen, so se potrudili, v bistvu so naredili, kaj ti niti všeč? Ne, je. Tak. A je to? Ni to. Da ga en mulo Ne. skupaj se Ta. Kar? Ne. Dobro, ajde, upam, Dobro, da ja. folk vsaj vidi pravo. Vse mu dali, vse imamo slike. Ta. Kaj zdaj Dobro, pokaži? še sem ti isto prej pokazal. Ne, vse so Sem slike. čakaj, sorry. Sorry. Od zadaj je tak. Da vidim. Ne. Kaj je s tem oblikovalcem? Vedno mu zmanjka cajta za zadke narediti. Ne, uživo avto res dobro zgleda. No, ampak hočem reči, da Sebe, sumem na korupcijo tlele. Koliko je bilo koverti? Sorry, ampak meni je od zadaj čuden. pa ni še od zadaj še ni do konca narejen. Ne zagovari tega modela, ker nima cajta za zadke delati. No. No, skratka, Ja, tako je. ne, hočem reči, da je bil cel event je bil zelo dober v smislu, koliko lahko oni zakomplicirajo, pa koliko so v primerjavi s prej komplicirali ali pa ne vem, motili. Pokazali so pa še nekaj, kar, dobro, mi nismo glih toliko veliko se ukvarjali s takimi avtomobili ali pa kaj, kombi, električen kombi, pa zdaj spet, ajde, električen kombi pa pri nas vemo, da so zelo neuporabni ali pa da niso dosegali tega, kar bi proizvajalci lahko. Moramo vedeti, da električen kombi je za neka velika mesta v bistvu že kar nujna stvar, zato ker te pač enostavno starem dizlom not ne spustijo. Ne? Tako da nam se zdi smešen ali pa ne vem, se sprašuješ, zakaj bi si kupil en električen kombi, ki ima ne vem 100-200 km range, ker ne vem, jaz mislim, da ben podjetnik pri nas to ne bo investiral. Mi nismo te prav tako za to. Ne? Ampak zaradi cene, ja. ne. Tudi, torej, Niso, tudi, pač, ne. če dobiš nekaj dizla. Ampak ja, lej, posod po Evropi pa bojo mogli imeti in še nekaj so mi zdaj povedali, ne? Kar pa se tudi pri nas že uvaja, zdaj ne bom čisto 100% trdil, da ne bom kaj preveč zabluzil, ampak mislim, da je že zakon ali pa ga bojo kmalu sprejeli, da če imaš ti neko floto kombijev, moraš imeti od zdaj naprej, ali pa ne vem, koliko dolgo že, tudi
določen procent električnih avtomobilov, električnih kombijev. Kar pomeni, če ima Pošta Slovenija zdaj, ne vem, 100 dizlov, bo mogla imeti 25 tudi električnih. To je spet neke fore iz Brusla. Ampak ja, ok. Ja, ne? No in na ta način bo pač se bojo prisilili te velike playerje v nakup električnih kombijev in tle je dala Kia ven PV5, en kombi, ki je pa, se mu dal slike zraven, oziroma lahko se ga pogleda, en tak zelo soliden, oblikovno všečen kombi, ful je v redu, ker so dali takoj ven že 4 različne variante, kar pomeni od tovornega, poltovornega, v smislu, da imaš pol potniške kabine, oziroma od zadnje sedeže, pa pol zaprt prostor. Je pa tudi prvi avto, ki bo imel serijsko vgrajeno rampo za invalidski voziček. Se pravi, od zadaj se lahko pride. Zdaj si me zbudil, ko vmes je bila že produktna predstavitev električnega kombija. Ja, to je cool. Mislim, tako, zgleda tudi dosti zanimiv. Jaz sem seveda na začetku, tudi ko smo rekli, ko so vsi rekli, zdaj bojo pa še kombi pokazali, mi je bilo tako, mislim, zakaj bi to uporabil, ne. Ampak glej. Mislim, če grejo vsaj po enaki špuri, kot je EV3, ki je res fajn avto, pol obeta, no, tako bom rekel. Ja. Naj bi bila tudi neka dobra cena, pa tako ne, tako da dober package. Ja. Ok, gremo naprej. Jaz bi zdaj, predno letimo na teste, je že skrajni cajt, da imamo tiste trmeno črno. Ja. Conti Corner. A ga moram pokazati? Ja, ne, fajn je, mislim, ne rabiš, ampak meni je všeč to. Ko pol jaz najdem, veš, na videu, pa vidim, kje označa, da je bil Conti Corner. Pa drž ga 5 sekund, da bom jaz to videl pol. 1, je pa prav, treba obrisati. 3, 4, 5, ok, spust, vem, da je težek. Seba ni trzno, kako bi na žogu. Ja. Ja, dej, začni, no. Ej, mi smo bili na snegu. A začnem s tem, ja, dej. Jaz ne moram mimo tega, ne? Ja. Mislim, teaser je to, da smo mi posneli nekaj za Conti. Ja. Bili smo prejšnji teden na snegu. Prejšnji teden smo bili na snegu. Ja. Na kopah in smo posneli en lušten video, ki bo sicer objavljen v začetku naslednje sezone, ampak jaz ne moram pač mimo tega, da smo se mi imeli fajn. Ja, mi smo snemali ne vrste oglas oziroma content za prihajajočo zimo 2026-2027. Conti je kot Volkswagen. Ja. Conti je gor pripeljal svojo, kako se temu reče, družino, kolekcijo zimskih gum, in sicer Winter Contact TS870, Winter Contact TS870P, 8S. Drugače pa 870, vse mogoče sem toliko, da bodo itak boste pozabili do jeseni, pa samo takrat spet oglasili. No. TS870 je v bistvu njihova klasika. Sicer so si v neki goli osnovi gume zelo podobne, ampak so seveda prilagojene različnim tipom vozila. P je namenjena bolj, mogoče malo težjim avtomobilom, dvignjenim, jaz recimo na Daretu furam Pajko, to je bolj SUV in tako naprej. 8S je pa ta športna guma, no, in te gume smo pa malo predstavili. Pa jih tudi sprobali po smučišču. Ne? Je stari bolj guma, po mojem, že ne moreš sprobati, ker to, da greš po smučišču z njo v hrib, ja. Pa da zadnji dve tubi vlečeš. Dve tubi gor, pa dva skoraj 100-kilska deca. Pa imeli smo tudi naprave. Pa niste vsi neki shujšali. Ja, no sej, jaz sem kar dol butno, ja. Pa Jure tudi stari, sva ful pridna. No, Saša pa Andrej Rep sta vozila GR Jarisa, pa v letu je tudi Šebal, tako da smo imeli en tak krasen športni dan, da smo se malo tudi podružili, pa pač delali vsebino, ki je itak naša služba. To je bilo to. Ta druga stvar pa. Jureta sem prej poklical pred podcastom, če AMZS dal že ven ta nov test letnih gum, pa je rekel, da seveda, zato ker pač je sezona že tukaj. In na prvem mestu je uletela ven Conti Sport Contact guma, 7-ka. Najprej bom to rekel. Jaz sem bil na mednarodni predstavitvi te gume dobri 2 ali 3 leta nazaj, pa priporočam ogled, ker se mi zdi, da mi je fajn vlog takrat ratu, tako da najlažje ga je najti, če greš na Komotar Minuta YouTube, pa napišeš Continental Sport Contact ali pa sam Komotar Continental, pa si ti tako vsa vsebina dol zrola. Zakaj to omenjam? Ker je dal AMZS v sodelovanju z vsemi temi avtomobilskimi klubi, večjimi po Evropi, ven pač test.
In ta je edina, poleg še ene druge, se bom zdaj le pogledal, dobila oznako zelo priporočljivo, a sem prav povedal. Ta pa je na Bridgestone, Potenza Sport, krasno ocenjena. Zdaj, ta test avtomobilskih klubov evropskih je itak merilo zimske gume, letne gume, pa to. Tako da jaz vedno rečem, pejte na AMZS, na stran od Motorevije, pa ga preglejte, pa se za vse sami odločite. In tam pol najdeš, kaj je zelo priporočljivo, kaj je ok, može, ampak na tem testu je pa tudi bila ena taka razlika, ki je vredno omeniti. Ena guma, ki je stari, kada kupuješ coine, double coin, kitajska guma, ki jo pa zelo odsvetujejo. In sicer, če dam primerjavo, zaviranje na mokrem pri 80 km/h se je guma double coin pelala, oziroma avto na teh gumah se je pelil 17 metrov dlje. 80 ur ni nič. In v bistvu, tako kot so pri Motoreviji, ne vem, Jura ali Blaž pisal ta članek, a sta ga kar oba, v resnici je tako, avto, ki se je pelil na Conti Sport Contact 7, je, ko je ta avto že stal na mestu, se je avto še pelil z 49 km/h. Stari, to je smrt. To je da je pa ti pri 80 na uro pri zaviranju narediš 17 metrov razlike model. Mislim, če zbiješ s pešca, je to... Ja. No, tako da AMZS je to gumo double coin, neka kitajska guma označil za totalno ne priporočamo. Pa vredno je pač omeniti to ljudje, razmislite, s čem opremite svoj avto. Vem, da mi sodelujemo s Continentalom, ga velikokrat omenjamo, konec koncev jaz tudi s Continentalom sodelujem že 7 let, ampak na koncu dneva odločite se po svojih zmožnostih. Pa velikokrat je tudi povpraševanje, dobivam zdaj letno ali all-season gumo. Ja, mogoče kdo tudi pade v to kategorijo. Recimo, jaz sem to gumo namenil Evi za njenega Tucsona, pa zdaj bo dobro leto, odkar jo voz, pa leto pa pol, dobro leto, pa moram reči, da smo kar zadovoljni. No. Toliko na hitrco. Pejte pogledati ta test, no, pa si sami ustvarite mnenje. Itak je tako po mojem najboljšno. Cool. Ja, toliko konti kotičku, če imate kakšno vprašanje glede gum, pa tega dajte seveda vprašati, mi bomo od spodaj pa te stvari, o katerih govorimo, itak polinkali. No. Ja. Kam imamo teste? Pa daj ti izpovej. Ja, ne, imamo še. Kaj si pa ti hotel še? Kar boj? Jaz sem še nekje bil. A ja? Na Grobniku. A ja, vem kva. Kaj že bilo? How do I not know this? Ja, kako da ne? A zihar To je vem. tam, kad ti nisi hotel iti. Pelil sem se po dolgem času spet malo po Grobniku in sicer z Škodo Octavio RS. A ja, no daj povej. Ja, v bistvu Škoda je prenovila RS familijo. To pomeni, da so prenovili recimo čist mal Octavio RS. Predvsem so oba avta, vključno z Kodiakom, prenovili do te mere, da motor ponuja zdaj 195 kW oziroma 265 konj, kar je največ do zdaj v Octavii in v Kodiaku. Motor ostaja 2.0 TSI. Octavia rahlo prenovljena, Kodiak malo bolj. Namenili so mu pač malo elementov, športnih elementov pa tako naprej. Pa tudi v primerjavi z Octavio je Kodiak na voljo tudi kot štirikolesno gnan. Tako da nove so luči, nova je sprednja maska, par detajlov. Da reš povej, ko se lepo pisti pela, stari, ber mi zdaj tega, na grob, piano black. Kar zaprl ta računalnik, stari. Kaj zdaj? Vožnja je pa tako, no. Bom rekel, Octavia RS. Ne vem, če je to avto, ki bi ga zbral, da bi se pelil po Grobniku. Mislim, s vsakim avtom se lahko peleš po dirkališču, pa pač Pa tudi iščeš, uživaš. Pa uživaš, ne. način, ja. Ampak bom rekel, da ni nek presežek od avta, ker Misliš od avta za napisto? od avta za napisto, absolutno od avta za Bodimo napisto, konkretni, ja. ker pač spreden pogon priješ v situacije, ki pač sprednja kolesa ne zmorejo in tako naprej, pol priješ v situacijo, ki bi lahko šel veliko hitreje ali pa ki bi rabo več konjev. Ampak bolj se mi zdi to, da je ta RS, ta nov zdaj tako nekako uravnotežen, da je super avto za normalno vožnjo. A veš, tako lahkotno se pelje, tako enostavno ga je peljati, ker je toliko dost
moči za na cesto, da se ti lahko normalno med prometom peleš res na easy. Ne? In tle se mi zdi ful velika prednost, ne? Če v bistvu zdaj, če sploh pomisliš, zakaj bi RS-a imel, ne? Sej dirkaš težko zdaj v zdajšnjem času v tej gužvi pa to, ne. Ampak cel paket avta je pa tako cool, da jaz moram reči, da ne vem, mi smo avte prevzeli v Zagrebu, pa smo se peljali na Reko, pa vmes smo se pač ustavili na Grobniku smo se sicer izpeljali samo z Octaviami, ampak moram reči, da Kodiaq sicer super fajn, meni načeloma te velike avti niso, ne vem, toliko zelo všeč, kot so mi všeč avtomobili, se pravi limuzine, ker se mi še zmeraj zdi, da je avto je limuzina ali pa ne vem, 5-vratna ali 4-vratna, kakorkoli. SUV so pa pač neka druga stopna avtomobila, ki se ti odločiš, da se boš drugače vozil v življenju. In moram reči, da Kodiaq sicer super cool, ampak Octavia RS me pa tako res presenetila, tako res sem užival, lahko se tako lepo peleš, pa avto je tak smooth in vse tako da. Ja, za nagrobnike daš pa pol tepešu za kakšen teden, Za predela. pa bo on maksimum ven potegnil 300 pa 100. Ampak jaz štekam sebe, ta hoče reči, da je s tem avtom bolj užival na poti do Grobnika, kakor pa na samem Grobniku, ker je bolj tam doma. Tako, ne. Pa itak se mi zdi, da folk RS-e kupuje zaradi tega, ker dobro izgledajo, ker imajo dobro opremo, tako, cel package je dober, ne, plus to, da imaš pol na koncu eno motorizacijo, ne da sledi prometu, ampak da si lahko toliko hitrejši, kot tebi paše, a veš tisne. V bistvu je pri RS-u je zdaj zanimiv, ne, da je, motor je najmočnejši oziroma pač dobiš največ konjev, ne, ampak sam paket opreme pa pravzaprav sploh ni več najdražji, ne, ker zdaj imaš pri teh Škodah, a veš, imaš, ne vem, Sport, Elegance ali pa ne vem kaj vse, ne, in če ti izbereš vso tisto opremo, pa drug paket, je lahko tisti paket celo dražji kot RS. Ne. In zdaj, če ti je mal športen videz avta, ti sede, ne, ti je RS v bistvu ful dober paket. Ne. Dej, pičimo na testne avte, a smo? Pičimo na testne avte. Dej začni ti, začnem jaz z enim takim pravim klenim avtom. Aha, dej. A se ste ga vsi vozili? Mi takrat, ko smo iz Puščave prišli, ne, polni vtisov, takih in drugačnih. Zame se nikaj dosti spremenil, ker sem se presedel tlele v Forda Rangerja. Se pravi, sem šel iz Bronca pa iz Rangerja Raptorja, na Sipinah sem šel v Rangerja v Ljubljansko gužvo. Ne. Ranger Tremor. V bistvu gre za a veš, ta razpon Rangerjev pri Fordu je zelo široka. Ne. Se pravi, ti imaš lahko od enega delovnega stroja do enega mišičnjaka, športnika, Raptorja. Ne. In tale, ki smo ga imeli mi, je v bistvu en tak ta prav delac, en multipraktik. Ne. Se pravi, gre za rečemo temu, tako bolj robustno verzijo Rangerja, z eno bolj osnovnih oprem. Motorizacija je bila dizel, se pravi, tale biturbo dizel, ki smo ga tudi poznali že v prejšnjem Raptorju, 10-stopenjska avtomatika. Predvsem pa je, jaz itak vedno poudarim, ti na koncu, kaj ti narediš s kesonom, je vse odvisno, kako boš ti uporabljal ta avto. Ne. Če imaš ti goli keson, je ta avto pogojno uporaben. Ne. Če si pa narediš neke prilagoditve, je pa to lahko avto tudi za vsak dan. Ne. Ja. In ta je imel kar tako, je imel lepo, je imel rolo, je imel tiste bare, dodatne nosilce, ker lahko daš gor nek prtlažnik, kolesa, lučke in vse tako. Tako da pol vidiš šele, kakšen multipraktik lahko postane ta avto, plus to, da jaz vedno poudarim, da te pick-upi sploh niso več tok delovni stroj, sploh, kad ti noter sediš, ta notranjost je zdaj že, mislim tako, enač se z ostalimi avti v Fordovi ponudbi, ne vem, pač Kuga, ne vem, če je dosti drugačna kukar ali pa ne vem. Ampak vseeno so te materiali, ki morajo biti robustni, ostanejo tle robustni, se pravi, ti imaš une trde plastike nekje pri tleh, zato da ti ne umažeš teh nekih stvari, ampak vse ostalo, kar
kar je na otipu, ne, rok, kar mora biti mehko, kar mora biti dobra plastika, kar morajo biti dobre materiali, je pač tako, ne, plus povezljivost, plus vse, ne. Sam si, veš, je hecen, kar si rekel, ne, ker je res. Tremor je v bistvu ene vrste bolj vstopna varianta, cenejši od Wildtracka, ampak ima pa ojačan, ima Bilsteinov podvozje, pa dodatno zaščito podvozja, pa voz se na teh, na grebrcah se voz na teh krampercah. Tudi tukaj imamo, stari, koliko je meni kul, lahko ponudimo še content. To je guma General Tire, ki v bistvu imajo mnoga v bistvu uvoznika, zastopnika Mat Sport, tamle na Brnčičevi. Te gume v bistvu čisto spremenijo, kaj ta avto zmore. Ja, koliko dobro zgleda, ne? Ja, koliko dobro zgleda, kam se lahko zapele. Dajte spet, pejte na Komotar minuto YouTube, pa vpište General Tire, bo dost. Se bomo linkali. Zaskrolite par vlogov nazaj, če bo kdo na YouTube iskal. Tako da kot komplet avto je meni bil ta avto the best. Veš, kaj mi je bilo edin hecen? Po dolgem cajtu sem mogel ključ vtakniti v ključavnico, da si pržgal motor. Kombinacija tega avta je bila tako, neke nove stvari, pa mal prejšnjih, ni bil v bistvu čisto v koraku z prenovo novega Rangera Raptorja. Veš, kaj mi je bilo všeč pri temu, pa ima Raptor drugače. Ročica menjalnika, ne? Se pravi, Raptor ima že soft varianto, ne? Se pravi, by wire, tam ima pa še zmer tak. Primeš tako oren kuglo in jo tuk. A veš, koliko je boljši feeling? Ful je boljši. V takem avto je ful boljši feeling. Se strinjam, v bistvu ga sploh nisem mislil, da on so meniti, sam, ker sem se glih ta vikend z njim vozil, pa ga bom, pa čeprav je čist frišen v flote, bi ga lao za naslednji podcast prišparil, pa imam še druge kle, ampak DS4 sem vozil, ta avto ni najnovejši srednji razred, v bistvu hibridni sistem, ta bencinski trivaljnik 1.2, sam to sem hotel poudariti. Vse je ekstravaganten, ima ene fore, ki so malo glupe, ampak se na ene kar hitro navadaš, za odpirati pa spuščati šipe ma gor na vratih. Ampak v resnici me ni pol to tok motil, pa gumb za nastavljanje ogledal ima pa skrit za volanom levo. To je tako pač neke glupe forema. Ampak overall se mi je zdel še kar prijeten avto, dobro zgleda, ful ga porajta. A je trd podvozje? Ne. Čeprav, glih vozne lastnosti so bile tiste, ker mene pri tem avtu pa pri DS-ih nasplošno me mogoče še najmanj impresionira. Vse te avti letijo, pa s Tino Maze sva takrat un trik s prtom delala. Sam pač jaz nimam feelinga, da ta avto hoče biti, pa želi biti dinamičen. It's ok, ker to tudi, ampak pri DS-ju vsem tako mal ta vibe, da bi mogoče, v glavnem, dinamika čez volan feeling, tukaj je bolj švoh. Mi je bilo pa druga stvar zanimiva. DS pravi, da je to v bistvu blagi hibrid, ne? Sam jaz ne poznam blagega hibrida, ki bi mu elektrika toliko pomagala, ker je v bistvu ful odziven, pa razmeroma veliko se lahko na štrom vodiš. Tako da v bistvu deluje kot en običajen hibrid, pa samopolnilni hibrid. Se mi zdi, da ta pogonski sklop malo robato deluje, ko ga zalaufa. A ga še malo ta avto? Ja, spodaj je. Koždavke? Bom se ločil. Ko si tako malo razlagal te hibrid, pa to, jaz mislim, da moramo mi narediti en video, da folku malo razložimo te razlike. Zdaj že toliko teh hibridov, pa vsak, ki sliši hibrid, misli, da je tako je neki. Vsaka znamka napiše, da ima hibrida, da je to hibrid. In jaz sem to en video že naredil z mojim Daretom, ko sem razložil, dajmo zdaj po vrst, kaj je blagi hibrid, kaj je samopolnilni navaden hibrid, kaj je priključen hibrid. Te stvari, da se razložijo. No? Mislim, da sem glih zdaj par dni nazaj gledal nekaj in je v bistvu prodaja v Evropi je valjda dizlov ful padla, ampak to je zato, ker jih ni. Ne, zato, ker jih folk ne bi rad kupil. Bencineri so tako, oziroma mečkan so zrastali. Zelo so pa prodaja zrastla pa hibridov. Ker jih je tudi največ. Ker jih je največ. No, ta DS4 je pač zanimiv avtoček. No. Jaz sem se v resnici dobro počutil, ful je razgibana notranjost, pač te neke forema, pa gumb, ki malo tripa. Luštno avto, no. Toliko tem DS4, pardon. No. DS4. Dajte še video, kaj povedati. Zdaj bi jaz en avto, a bi ti enega za vmes? Dej, ajde. Jaz sem že pred časom, smo imeli pač en električen avto, pa moram reči, da tako se valjda elektrika pa zgražanje pa tako naprej, ampak moram reči, da iX1 sem jaz prvič vozil, ne vem, kar nekaj let nazaj na Danskem, še tako skoraj kot prototip in
Nikoli ne bom pozabil, da so pač takrat so se mogli voziti ljudje od BMW-ja, so se mogli voziti z nami in toliko so bili navdušeni, tako, ki si se pogovarjal z njimi, kako so ta avto predstavili, kako je zgodba okrog šla, se mi je zdelo, ne vem, da mi predstavljajo vesoljsko ladjo. Ne? In če pomislimo, kakšen je bil čas X2 avto, pa pol v bistvu so naredili X1, je X1 večji, bolj SUV-ju podoben in v bistvu z ogromnim prostora od zadaj, veliko bolj uporaben. Poleg tega, da dobiš zdaj pač X1 z navadnim motorjem, je pa ta X1 en tak kompletek, ki se mi zdi res uporaben. Na koncu pravzaprav avto tudi, govorimo o premijskem avtomobilu, ki prinaša vse tisto, kar pač znamka ponuja, se mi tudi v končni fazi ne zdi toliko drag. Mislim, da ta avto v neki normalni konfiguraciji oziroma v začetni ceni je ta avto na voljo že za nekih, če bom prav pogledal, nekih 45,000 evrov. Nekaj sazga. Da ti pogled ceno, jaz tim pa sam povem, sem si samo eno stvar zapomnil, ker se mi zdi, da bi to un avto, ki sem ga jaz vrnil, ta avto se noro dobro pelje. No. Mislim, meni se krasno pelje. 46, ja, je osnovna cena, zdaj lahko da je plus minus, mislim, da prihaja tudi prenova, tako da mislim, da se da te avtomobil dobiti za zelo dober, še za bistveno boljši denar. To je tisto, kar smo govorili, v bistvu, ne, ene cene se lahko komunicira, ker je pač po ceniku, ampak dostakrat je pa tako, da se da kakšen dober del dobiti. In tle pri tem avtu je bila, lučka utripa. No in pri tem avtu je bila res, barva, se spomnite, ona zelena. Taka, spomnim se. Meni je bila ful všeč, ne, in v bistvu vedno, kadar je neka posebna barva, ki greš gledati na cenik, ta barva bož jasno draga, no tle se mi zdi cena za to barvo Jurija relativno sprejemljiva, ker je neka kovinsko taka zelena, tako da je cool. Ampak bolj, kar bi jaz rad poudaril, je to, da ta avto ne ponuja nobenega presežka v smislu motorizacije, ne vem, 150 kW, 204 konje, pospešek od 0 do 100, ne vem, dobrih 8 sekund, tudi, ker je bila tle ta mala baterija 440, nekaj tazga pač range obljubljenega, ampak po dolgem času je bil to spet en tak avto, ki sem rekel, ok, grem na eno dolgo pot, pa da vidim, kaj se bo zgodilo. In s tem avtom sem šel do Lošinja pa nazaj in moram reči, da me je res presenetil, ker sem na poti do dol, se pravi na Lošinj, imel porabo 16,8. Stari, to je pa kar, ne? 16,7 je pa VLTP njihov podatek, ne? Tako da sem bil zelo presenečen. Andreja vozila, stari. Ne, jaz sem vozil in nisem se vozil 110, vozil sem se pa 130. Priznam, da se drugače vsem pelem še kakšnih 10 km več, pa tako naprej, ampak moram reči, da nisem trpel, da sem se relativno lepo pripeljal dol in z 16,8 na koncu, ko pa to pogledaš, si pa rečeš, wow, ne. Tudi nazaj grede z morja gor v Ljubljano, ne, je bila poraba 18,7, pa moram reči, da sem se peljal vsem malo hitrej in tako kot paket gledano, mislim, se mi je avto ful prikupil. Prvič, ful lepo se pele, ful ima veliko prostora in poraba je pa res dobra, če upoštevamo, da je to pač vse en SUV. Aha, let's get ready. Zdaj bi pa jaz pregovoril o enem električnem avtu, za katerega sem v preteklosti govoril, da je zelo slab. In zdaj moram priznati, da je v bistvu čist fajn avto. No, daj. Tesla Y. Nič. Zdaj dobili smo pač mail iz Tesle, da imajo v Sloveniji so pripeljali čist novo prvo Y-ko in da če bi atmosfercijo dobili v primež, da povemo, kaj si mislimo. In sem se jaz javil za ta avto, malo sem se zagrebil. Malo si se v bistvu zagrebil, no? Malo sem se zagrebil zaradi tega, ker sem imel v preteklosti malo slabih izkušenj s Teslo, z njihovimi tako imenovanimi uporabniškimi izkušnjami, polnjenjami in tako naprej.
In me je res zanimalo, kakšna je nova Y-ka. Ker vem, da Tesla iz generacije v generacijo, iz modela v model, iz prenove v prenovo se pač izboljšuje. Ne? In sem rekel, mogoče je pa zdaj to ta avto. Ne? In moram reči, da vse tisto, kar me je prej orang motil, so popravili. Prvo, Tesla je še zmer Y-ka ostaja Y-ka, se pravi malo tak napihnjena oblika avta, ne, se pravi kombi limuzina, ampak vsaj ne zgleda več toliko žabasta, kot je bila prej. Ne. Ja, sploh ne. Mislim, zdaj so malo prevzeli tale Cybertruck obraza, ne, se pravi nizke luči povezane v eno celoto, še zmeraj od spodaj neke ali meglenke luči, ki se prižgejo takrat, ko so v bistvu prižgane zasenčene luči. Ne. Kako pa ti luči sploh svetijo? Stari, a veš, da dobro svetijo? Zdaj Tesla ima tudi tale, se pravi, matrične žaromete, ne? In mogoče me je sam to zmotil, da znajo biti malo preveč agresivni v smislu, da jim preveč dogaja. Ne? Ja. Ne vem, nisem šel pogledat, koliko teh svetlobnih diod je noter, pa koliko se to odpira pa zapira, ampak orang bliska, veš, pa včasih tudi malo mod te kamionarje, veš, kamionari, ki imajo spodnje luči, pa kabine in na avtocesti, recimo, ki prekrije tiste spodnje luči, mu pol Tesla kar svet noter v kabino, ne. Ne moreš pa kar tako izklopati dolge luči, kot lahko pri navadnem avtu, da bi jih moraš iti noter v meni pa izklapljati in tako naprej. No, ampak hočem reči, zdaj ima od spredi Tesla povezane luči v eno celoto, od zadaj lih prav tako, od zadaj en tak light bar, rdečka, lepo svet. Mislim, meni je dobro zgledal. No. Jaz sem objavil na Instagramu en video, pa so bila spet malo deljena mnenja, ampak meni je dosti boljše, kot je bila prej. Ne. Kar se notranjosti tiče, res treba je tle poudariti, da kakor je bila Tesla včasih znana po slabših materialih, po kakovosti izdelave, jaz težko zdaj kaj zameram današnji kabini. Mislim, ja, ostaja koncept ta minimalizem, ki absolutno je minimalizem, ampak je pa uporabniška izkušnja na maksimalnem nivoju, kakor lahko ta minimalizem da ven iz sebe. Ne? Sploh, če to lepo povežeš s telefonom in te stvari res špilajo. Ponovem ima Y-ka ful boljša akustična stekla, in res dobro tesni. Tako, pač noter v kabino res malo zvoka predre. Meni je bilo zanimivo, recimo, jaz sem potrobil. A veš, kaj potrobaš nekomu, ne? Ti komi slišiš, da potrobaš? Ven se komi slišiš, da ti potrobaš? Res je zatesnen. Mislim, noč se sliši. Ja. Še zmer pa lahko prdija, veš, od zunaj in noter. Ja. Moram reči, da jaz sem bil, to je bilo med tem časom, ko sem bil bolan, pa ki si ti omenil, mislim, mi tako ni bilo, niti nisem iz posle zlezel, tako nam bilo vse en za avte, pa ki si pripeljal ta avto, pa ki si rekel, če se bo še kdo opeljal, se pač nisem javil, pa moram reči, Ciril, ki so ga midva pol vračala, pa sem jaz ta avto videl, pa moram reči, da je tako kar očitna sprememba. Ne? Ja, vse ti pravim, ni več tista žaba, ne? Tako, pač ni nabulena neka žaba. Kako ste rekel, zajec z rdečimi očmi? Angora zajec. Ja. A se spomniš na kopah, ko smo zjutraj prišli, ko smo gledali Teslo, pa smo gledali one poteze na pokrovu motorja, na pokrovu od spredi. Pa smo, kaj je to za en vzorc? In pa si videl, da na skrajnih delih haube je bil vzorc, oziroma je bila linija prejšnjih luči. Ja, perforacija pod... A veš? A res? Ja, je bila perforacija prejšnjih luči na zmrznenem avtu. Ste videli, da je od spodaj nek var, a veš, od prejšnjih model. Ali pa je spodna ta akustična obloga, pa to je pa šel ta stare. Ja, v glavnem, hecam zgleda, sem prepel fotko ali video, nekaj sem zraven dal. A veš, zdaj, ko si omenil, ne vem, kako je bilo, ko si se pelil na sneg. Ena stvar je, ki je res očitna pri električnih avtih. Električen avto se sam po sebi, zato ker nima termičnega motorja, nič ne segreje. Ne? In to mene pozim ful mod, zato ker v bistvu cel avto je mrzel. Vrata so mrzla, noter obloge so mrzle. Ne? In jaz se spomnim, ko sem živel tam, ko sem mogel s kartico odpirati rampo za v garažo, celo zimo je lahko šipa mokra skozi. Zato ker se noč sploh ne posuši, skozi je mokro. Ne? In valjda, zato pol tudi se poznajo te. Ampak če pa rečemo na aplikaciji daš defrost avto, ne?
se pa ta Tesla odtali, a veš, koliko hiter. No, to je, Ti imaš v 3-4 minutah imaš kabino segreto na 21 stopinj, pa vse je toplo. Tako, kar se tega tiče, je res to. mislim, da tle pa Tesla še zmeri. Če rečemo zdaj, ne vem, 3 stvari, ki ti pridejo na pamet, pa ki 3 stvari, v katerih je Tesla res dobra, se pravi, je baterija, doseg, polnilna izkušnja, pa ta povezava s telefonom. Oni imajo svoj sistem, ne? Ja. Oni imajo svoj sistem in ta komunikacija s telefonom, kaj je v bistvu, kako se avto odziva, je pa res nora. Vem, kar ima tudi moj brat, že tudi Y-ko, kako se v bistvu avto odzove in pozim, da ga segreješ, ali pa če si zjutraj naštimaš, da te to poprčaka, pa tudi polet, da ga skladiš, ga res skladi v parih minutah. Jaz sem tudi pelil to Tesla mal, jaz sem bil stikala za žmigovc, ful vesel, ne? Ja, ampak so ostala. Ja. Ker za razliko, a veš, v trojki so pa šli na stikale na volanu. Glupost največja. Tako. Ja. Pa najprej sem mislil, da bi mu motil pomik v drive, pa rikvrc, pa parking, ker moš na zaslonu to podrsati. In jaz tako, a resno, in čez 10 minut sem bil, ok, to me ne moti niti mal. Mene tudi. Ne, se verjetno. Ker to sem, a veš, pa sem pa me Fairbac smatral, kako zdaj jaz mislim, pa drugi, in sem šel pogledat par YouTube videov in je šlo to folku kar nekaj na jetra. Jaz sem to posvojil stari v prvih 5 minutah, ne 10. Veš kaj, sej ne, imamo menjalnike, ga vrtiš naprej, nazaj. Ne, ampak ti držiš roko na volanu, stari zaslon je čist zraven, to ni niti malo hassle. Ne. Za razliko od tega, da mene še zmer moti, da je hitrost na zaslonu, na glavnem zaslonu, da ni nekje, ne vem, pač head-upa nima še zmer Tesla, ne, da bi bilo nekje. Hotel sem sam še to dodati, podvozje so dosti izboljšali. No. Eno so obljube na papirju, ampak jaz sem ta avto pelil gor na kope, ne, in una cesta je pač luknasta totalno in čeprav je avto težak, ima baterijo nizko postavljeno, to bi mogli razmetavati me po cesti, veš kako. Jaz sem se totalno smut pelil gor, tako, totalno udobno, res fajn. Kaj sem hotel reči? Še ventilirane zice ima, ambientalno svetlobo so ji naštimali noter v Teslo. Še kaj tazga sem pozabil. Polnilna izkušnja, no to sem hotel reči. Jaz sem imel v preteklosti res slabo izkušnjo tle v Ljubljani, govorim za Ljubljano, za tisti hotel, ker sem, se veš, včasih si prišel, pa so bile 4 polnilnice, avto, cel kup, turisti, en čez drugega, ne glede na to, je bilo polet, pozim, pač vedno so bile te polnilnice polne, umazanje bilo, gradbišče. Če je bil en avto gor preklopljen, je teb vlekel s polovično močjo in ne vem kaj vse. Zdaj je to čist drugače. Tam imaš zdaj na voljo, ne vem, 8 ali ne vem koliko polnilnih mest, tem, da so opcije, da še za nadgradnjo, ne vem, imaš nov transformator, baterije, vse je tam že postavljeno. Predvsem je pa čisto, urejen, ni smeti, še zmer manjka kakšna klopca v senci, ampak verjamem, da bojo tudi to poštimali, pa hitrosti šibajo. In ta famozni user experience od Tesle, da ti vtipkaš v navigacijo, se predgretje začne, ti pokaže, koliko je tam na voljo še polnilnih mest, prideš, preklopaš brez kartic, česarkoli, filaš in greš v pol ure z polno baterijo. Mislim, to noben Tesli ne pride blizu, kar se tega tiče. No? Jaz mislim, da če bi mogel zbrati, da bi imel na voljo 5 električnih avtomobilov, pa da bi mogel nekam na neko daljšo pot iti, mislim, da bi brez pardona bi zbral Tesla, glih zaradi tega, te uporabniške izkušnje pri filanju, pri hitrostih, ker veš, ker prideš ti na to Teslino polnilnico, veš, da te bo tam zagotovo čakal en kup priključkov, da je tudi če so v končni fazi zasedene, vsi relativno hitro nafilajo pa grejo, tako da ta izkušnja je res dobra in tle še zmeri se mi zdi, da je Tesla kar korak pred vsemi. Ne, jaz nimam sploh kaj za dodati, jaz sem pač avto nisem veliko pelil, sam tako, kot ste rekel Saša, jaz v resnici dobro neke fore mi mogoče ne ležijo, pa ne sedajo, malo tudi sem premalo navožen s Teslom, da bi ful kurcal ene reči, ampak overall sem bil z avtom ful zadovoljen in v resnici me nekaj dosti motil. Pač dobro se pele, zvočna zatesnitev, prijeten avto. No. Mislim, mene motijo še zmer te stvari, ki so bolj stvar neke percepcije, kako oni označujejo neke stvari, kot je rečemo avtopilot, pa to, ker to je še zmer tempomat z lane assistom in ima sicer to beta nadgradnjo, da te pele po navigaciji, v smislu, ne, ti vtipkaš končni naslov in on ti pol reče, zdaj bom jaz tle zavil dol, še zmer moraš potrditi menjave pasu in vsega, ampak v neki fazi on hiter precen
vsaj na naši prometni infrastrukturi predvsem neke stvari, semaforje, krožna, ovinke in pač, če nisi pozoren na volan pa na bremzo, boš končal v malinah s tem avtom, pač če mu pustiš peljati. Zanimivo, ok, da gremo naprej. Pelil sem tega Nissana Qashqaia, pa eno sporednico, prenovljen je bil, no, pred kratkim, niti ne toliko pred kratkim, eno sporednico bi potegnil, ne, Tesla so bili včasih res švoh noter, ne, Nissan Qashqai tudi nikoli ni blestev potem, da bi noter bil neki krasni materiali, pa ful dober, nam rekel narejen, ampak sestavljen, pač bolj si kdaj v preteklih generacijah lahko tudi redu drvarnica, pa ti ne mogo noben nič nazaj reči, ne. Ampak Tale Qashqai je tak upgrade, je tudi res, da veš, Qashqaijev imaš, ko sem video snemal 7 stvari, se začne pri dobrih 28, pa konča pri 40 in ta je bil z vrha, ne? Ampak oprost, jaz sem veliko Qashqaijev v preteklih letih z vrha, opreme pelil, pa ni bilo to niti približno primerljivo. In prvi test je bil to, da ko ti avto pogledaš od znotraj, dizajn se vsak sam odloča, ampak materiali so res dobri, pa greš pa ti ta prav test, ne, je pa takrat, ko greš storiti prijemati, stiskati, ko se z avtom pač imaš nek odnos z njim, šlataš, to se je čudno slišali. Ampak hočem reči, da ta test je prestal krasno, ni nobenega škripanja, res je dobro narejen in to je zame pomen enega velikih preskokov, ki ga ne zmore vsakrat tako narediti, sploh pa pač pri faceliftu. No. Drugače pa avto ima čisto nov nos. Hibridni sistem se mi zdi, da še kar v redu dela, dokler od dneva ne zahtevaš preveč, malo je neodločen zna biti, ampak se mi zdi, da potencijala ima veliko, ampak overall se mi je zdel prijeten avto. Tak zelo umirjen, nič posebej na cesti, ampak tudi ne terate v nič, kaj ti nočeš. No. Fajn. Middle of the road in zelo dober poprečen avto, 100 opremo pa kar fajn. Sam z videzom pa lepo štrlivan, mislim, te kar gleda. Pozitivno. Ja, pozitivno. Pa ena ženska pripomba, ne? Ful je bilo dobro barva. Ja. Zelena, British Green, taka lepa, ful mu lepo paša. No. Moram reči, da tako, ko so X-Traila upgradali, ne, se mi zdi, da so tega Qashqaia zdaj tudi z nekimi res minimalnimi spremembami kar dvignali. No. No, ampak ta avto je to rabo. No. Ja. Tako da pohvale Qashqaiu, no. Prijeten test na avto, a lahko še kar tle ostanemo pri meni. Še en prijeten avto, ki sem v bistvu kar predrzen bil, ko sem to rekel, ampak zdaj sem za nazaj gledal vse testne avte, ki smo imeli hitrejše, dražje, vse več, ampak C3 je bil meni tako luštno zapeljati, pa tako fajn se z njim ujel, Citroenov C3. Ja, nisem mogel verjeti tvojim besedam, ki sem jih slišal. Veš, z enim avtom se malo bolj pokonektaš, kot z drugim, pač, veš, C3 včasih je bil lušten pa mehak, ampak zdaj nima več teh, vzdolžnih, nagiban pa guncan. Dejansko se pelje zadovoljivo ali pa dobro, zelo je neutralen. Ta ročen menjalnik, ki to okolo Life, si nisem mislil, da bom rekel za C3, je dejansko lepo z njim handlat, nima kratkih hodov, so pa natančni. Meni je bil avto ful všeč. No. Pa to misliš, da je kakšna povezava z velikost avta, velikost voznika? Mogoče, stari. Ne vem. Nič ne rečem. Ampak, mislim, veš kaj, spomnim se, ne, mi smo ta avto vozili pol leta nazaj na Danskem. Ja, sam jaz sem takrat električnega sam pelil, veš, jaz nisem prišel do bencinarja. Pa nismo bili neki navdušeni, tako na prvo žogo pa to, ne. Ampak okej, sej pol verjeten, ki zveš in za ceno in vse, pa mogoče druga barva, pa druga oprema, pa na koncu gotoviš, ne. Mislim, mi smo po mojem, da smo zdaj zelo kritični do teh avtomobilov, ali pa bomo rekli tako, malo smo razvajeni, ne? In ko dobiš nek malo bolj basic avto, te vse mod, pa to ni v redu, pa on ni v redu, pa tretji ni v redu, ne? Ampak pa na koncu, ko v bistvu pogledaš, da ta avto res malo stane, ne? To je en redkih avtov, za katerega res lahko rečeš, da je ugoden ali pa da malo stane, ne? Mislim, da smo zdaj, da živimo neke čase, ko so itak avti, ko so bili včas po 10 €, so zdaj kar 20 €, ne? Ja. Ne? In ko pogledaš, koliko stanejo nekateri avtomobili, pravzaprav sploh ne moreš verjeti. Tale C3 je pa, mislim, da je kaj, za nekih 16 €, nekaj tazga se ga da že dobiti. Ja, ampak ta ni bil 16 €. Ja. Ne, ampak tudi, če je 20, ne, kot prvo je pol za ta gnar že kar dobro opremljen, pa konc koncev to je nek majhen avto, ki ima noter vse enkrat dosti prostora, ne. Mislim, jaz ga štekam, zaradi tega, ker verjamem, da je pri njemu ta avto zbudil tiste izvorne vozniške občutke. Ja. Veš, enkrat, ko ti primeš ročni menjalnik spet v roko, pa avto, če se lepo pele, pa ima natančen menjalnik, ti ne rabiš nič drugega okrog sebe.
Plus jaz sem naredil en velik trikotnik z njim, pač po mestu itak je igračka, pač prijeten, ta trivaljnik, it's nice. Pa sem rekel, ok, pa sem šel en dan Ljubljana, Zagreb, Maribor, spet Ljubljana. Pa je tudi na avtocesti ta smerna stabilnost, pa pač zdaj, a veš, z majhnim avtom, ki je res izrazito mesten, se na avtocesti hitro ne počutiš dobro. Pač ne vem, meni se je zdelo, da če si pretežno defenziven voznik, pa ne iščeš zdaj, če ne boš zdaj ne vem kakšnih rekordov hotel podirati, da zelo, zelo dobro prenese tudi avtocesto. Tako da celostno se mi zdi, da je fajn in tudi, ne vem, tako, sem mogoče celo malo podcenjen. No, absolutno, ne, pa še se mi zdi, da si mu zdaj mingrede rekel kar eno hudo pohvalo, ne. Kdo jaz? Ja, tako, natančen menjalnik. Citroeno. Sam se je res, Ja, ampak- veš, stari, nice je bil. Lahko pa, da mi ne vemo več sploh, kaj je natančen menjalnik, veš, pa smo že pozabili, ker so sam še avtomatiki, pa ti je vsak ročni menjalnik natančen Ni to menjalnik. Honda S2000, ne? To je Ja, res. dobro, ja. okay, ja. Jaz imam samo še 2 testna avta, a še kaj povem lahko na hitro. Dej. Tega sem res malo pelil, ampak Ioniq 5 Hyundai, jaz še vedno čakam na ena, da bo prišel ta prav v moje roke. Ne ena, ampak en. Na en. Ja, sej, na en. Ja, to je dobro, slišal sem. Na ena. Da je ena. Ja. No, ampak ta je bil pa Ioniq 5 N-Line, jaz pa sebe so pa malo čitala, kaj vse ima. Pač luštno so ga popestrili. Da, sem v športen feeling, seveda pač ta avto nikje do športen, ki se pele, it's ok, to tudi ni take vrste avto, ampak rdeči šivi po celi kabini, luštni sedeži, par dodatkov, aluminijaste stopalke, feltna, črna barva, mu full paše, se mi zdi, da kar malo zloben deluje, pa stojnih kock dizajnerskih na vseh mestih, pa na volanu nima unih 4 kvadratkov, ampak ima črko N-line. A res? En-line, ja, tudi en gumb za zbiranje Rdeč. profilov, rdeč, tako malo ven seka, ne? Ja. Kar malo tak, Ne, ampak cena predvsem, ne. V glavnem ti dobiš Cena. 10-12 popestritev notranjosti, zunanjosti, cena je pa koliko sva Jurja rekla? pa pol. Ja, nekaj takega. Zelo, Zelo blazno, dober deal. blazno dobra cena za cel paket, avto res drugače zgleda. Pa moram reči, da tako vmes, jaz sem se mogoče malo več pelil s tem avtom, ni mi do zdaj izbujal neke blazne pozornosti ta avto, ampak pol, ko se peleš, v bistvu, dobro, verjetno pomaga to, da avto dobro zgleda, da se ti dobro počutiš noter, ampak moram reči, da ta uporabniški vmesnik po vse funkcionira in mi je ta avto kar mal zbudil skomine po eno, tudi meni, ja. Ja, no, zaradi tega mogoče sem se mal branil tega avta, kakorkoli jaz sem vedno simpatiziral z Ioniq 5, ne, in mi je noro všeč avto, ampak vem, da obstaja še en in sem rekel, ne bom, ne, in tako da na tem mestu, Diana, a se slišimo? Halo, Diana? Halo. Ja? Ja. Ja? Diana? Ja, So v bistvu ta avto stoji pred salonom. Prosim, a res? Ja, sam pač, ker je doživel eno nesrečo, ga še niso skrb spravili. Ker Ja. jaz sem se imel takrat, z Juretom sem se imela fajn na mednarodni predstavitvi tega avta in ga že Že malo verjetno pogrešam. avto, še vedno avto, o katerem sem največ govorila. Ne? Ja, Ja. po mojem. Ej, pa sam še častna omemba, no. Ajde. Vmes smo bili na Tenerifih, pa smo imeli rentakar. Oh, Kva ste imeli? kva ste zdaj? Honorary mention, nič posebnega Opel Combo, ampak pizdajo dobre. Ne, sam res je bil tako, mislim, zebancija malo, no, ampak Opel Combo sem tudi testiral šloh teden na Tenerifih in je bilo, oziroma kako zdaj sklanjamo mi, ker avto je Tenerife, ampak kje si bil? Če rečeš, si bil na Tenerifih, kada je to otočje. Kaj se Bil zdaj? si v Tenerifi, ima. Ja. V glavnem, Ampak se je, a si bil na Tenerifih? si? ja. Ja, vidiš, Ja, vidiš. Kje si bil? ja, na Tenerifi. Ne vem, te kanarci so ena velika uganka. Ja, veš, ne. Neč, to sem se malo hotel sam pohecati. No. Ja. Imeli smo Opel Combo, pa je bil lih prav za nas. No. Ja, ampak zdaj, ki Za si omenil Opel Combo, pa vem, da si me vmes klical, da rabimo atmosferci en velik kombi, pa to, dajmo eno hitro položnico umestiti noter. Ker sem ugotovil, da v bistvu Ciril nima pojma, da to Avanto Go sploh Tako. omogoča. Tega res nisem vedel, stari. Ja, ne. Mislim, jaz sem vedel, pa mi mogoče ni toliko prišlo na misel v takoj istem trenutku, ko si ti pač rekel, da rabaš kombi. Midva pa vem, da sva tale naš kombi, oziroma kombi hotla si sposoditi že, ko smo hoteli naš skuter prepeljati, ne. Tako. Daj mi pomagi. Kaj? Se pravi,
Paravan to go si lahko sposodiš tudi kombi. Kombi, ja. Tle v BTC-ju so sicer imajo domačo bazo tlele med Merkurjem pa Big Bangom, ne? Imajo parkirane kombije, Opel Combo, pa mislim, da Peugeot, kako je že, nek drug. Ja, skratka, kombi so na voljo in če imaš aplikacijo Avant to go za najemati tele klasične električne avte, si lahko tudi kombi sposodiš. Tako da, če ti pride prav, ga vzameš, ga pustiš, ga pripeleš nazaj, kakorkoli že, ampak ja, enako lahko kombi vzameš. Se mi zdi, da je to pa res ena dodana vrednost, ne samo to, da pač si vzameš en avto, da se odpelješ od točke A do B. Veš, kolikrat se zgodi, da moraš nekaj na tovor, stari greš v Ikeo, pa vidiš, da ti ne grejo not v prtljažnik, pustiš avto pred Ikeo, greš peš po kombi in odpelješ domov une stvari, ne? Pripeleš nazaj kombi in je to. Se pravi, ne samo, da se vozimo zdaj za Avant to gojem na letališče, pa ne samo v Ljubljano, ampak tudi v Zagreb, ne? Tudi bomo enkrat poslali. Zdaj se da še kaj s kombijem pripeljati, kar je res ena easy varianta za pripeljati kakšen večji kos. A ti si tako obrnil uno, kada je konc. Jaz imam še en avto. A res? Jaz sem peljal eno Alfa, stari podobno. Sem Alfa vozil. Daj povej. Ti si jo tudi že zdavni vozil, ne? Juniorka, kako se reče prav? Junior. Ni Milano, ne. Se smo bili na slovenski. Ne spomnim se, ko so uvozniki rekli. Jaz mislim, da Junior. Junior, ko sem vozil, se pravi, tole novo Alfo, ki sicer je lahko multimodularna, se pravi, lahko je z različnimi pogoni. Tale naša je bila 1.2 benzinar, se pravi 1.2 turbo benzinar, trivaljnik, povezan z 6-sklopčnim 6-stopenjskim menjalnikom. Predvsem avto dobro zgleda, jaz bom tako rekel. Ja. Avto kar grize, ki ga vidiš na cesti, ne, tako malo. Ta agresiven alfa look, ne. Čeprav oni so kdaj 2022 so zamenjali oblikovalca, ampak očitno je tam DNA, ta oblikovalski tok močen, da te alfe še zmeraj ostajajo prave alfe. Ne glede na to, da so zdaj pod Stellantisom in tudi ta avto je na nek način čutiš ta Stellantis DNK, ne. Tehnični, ne. C3. C3 je to v bistvu, ne? Mislim tako, a veš, lepo so oblikovno v notranjosti zakamuflirali, da gre za Stellantisa, ne? Ne C3, Avenger, ta velik, ne? Ja. Pandica je C3. Ampak, a veš, oblikovno je pa lepo zrihtan, no? Tako da res imaš ta mal alfa prizvok, ne glede na to, a si not v avto ali ga gledaš od odzuni. Edin pač pogruntaš po tistemu knofu za menjalnik, ne vidiš. Da je Stellantis skupina. Ta knof, se kaj spomniš, kakšnega materiala je bil? Tako v vseh Stellantisovih avtih. Ker jaz imam drugače spominu, ker sem imam tega DS4 in jaz sem danes ga frcu in je kovinski zvok in od DS4 je iz aluminija. Pa mislim, da ni Citroenih, pa Peugeotih, da ni iz aluminija. A je možno, DS je pač premium, ne? No, če so to naredili, pol še toliko večja, super, no pohvala, vprost. Ne, vse sem povedal načeloma, vse noter. Hotel sem reči, da kje sem še videl razliko. Jaz mislim, da so neki pri Alfi naredili, da je ta avto bolj odzivan na volanu. Pač, veš, tipični Alfa feeling na volanu, da je bolj neposreden, da gre lažje v ovink, da lažje našicaš prednja kolesa na apex ovinka in tako naprej. To se mi zdi, da so se nekako pri Alfi odločili, da bo to njihovi avti še kar obdržali. No. A se dobro pele? Ja, dobro se pele, po drugi strani pa tako. A veš, vsem ti po mestu mogoče ne rabiš toliko te neke odzivnosti. Ne? Ta avto, jaz sem ga večinoma tle uporabljal, nisem šel na neke odprte ceste, kjer bi po moje prišel do izraza, ne? Ampak po mestu je pa tako, po eni strani fajn, ker hočeš biti malo hitrejši not med avti šibati, ne? Po drugi strani je pa tako, no, čutiš te rebounde na podvozju, da se hitreje to vse dogaja, odbija, buta malo noter, no. Tako da, ja, je fajn in po drugi strani ni fajn, no. Okay. Jaz sem v bistvu ta avto v električni različici pelil po Baloku, ne? In vsi, ki smo vam prišli, smo bili ful navdušeni, ne? Ker je res so poštimal podvozje, res se dobro pele. In če se malo navežemo na prejšnjo Alfo, na tonale, ne, ki glitko, recimo, dosti solidno zgleda, ampak v vožnji je pa zelo mlačna. Ne. Tam je bil glavni očitek to, da
ni alfa. Ne? To je res. Ne? Ja, ne. Tako da junior se mi zdi z tega stališča res korak naprej, ali pa recimo korak nazaj k pravim koreninam. Tako da junior res v redu, tudi meni ful všeč. Mogoče od zadek. Meni pa dobro zgleda. Lepš kakija. Kot sebe, ti kar ti bo. Čeprav zgleda tako, kakija je v 6. Ne, dobro zgleda. Tako, pač mi so mi všeč v netko luči. Pa kolesa so tudi kul, ne? Ja, ne vem, a ta je imela ta kolesa? Ne, ta ni imela unih. U nas plaže so bile pa lepa. Ne, te Feltne res. Ja, dobro. To je to. A gremo na malco? Ja, prav zares. Tale prije še Rok Trček, pa sem rekel, da ga pelemo v Lunch at the Ranch. Lahko gremo valjda skupaj. Naša energetska napajalnica, folk še zmeraj jaz stojim za tem, da najboljši čevapi v Ljubljani. Kdo hod tja jest? Sam to je res. Zadnjič smo ujeli Michelin šefa, da hodi jest v ranča, tako da ne more biti slabo. Ne? Ja. Kaj je rekel Rok? Je rekel, kaj jaz vem, da pust me meni tako vsi hodijo, kaj je Michelin šef, kaj je, veš? Kaj je to? In on naprej dela tu svoje čevape, veš, car. Moram reči, da sta bila zanč, sta prišla dva od Rokovega brata, se pravi, da Leša, znanca iz Srbije, sta prišla tja jesne in sta tako, on je rekel, kvaj ne dam za jest, pa on tako reče, da je obično, ne vem, čevape nekje, to, ne, in pola da to pomljacka ta jim prav, stari, pa tega še v Srbiji ne dobiš nekoga. Kje ne bo, hvala model. Ja, ne bi šefi pa nadušeni Srbiji. Da ne bo folk mislil, da so sam čevapi, pa to, tam oni doskrat se Rok odloči, da bo kaj sam skuhal, ne, in predvsem te neke na žlico malce, ma ne samo na žlico, ne vem, jaz sem stari zadnjič, sem najboljše sarme jedel, tako by far, res so bile dobre. Od dojka lahko ješ žlico. Od dojka lahko žlico. Ja, sej prav, dojk se razkosa žlico, stari. Ja, če je dobra, veš, ga ti unga, ne? Ka gre vse stran žlico. Lačen sem. Ajde, gremo jest. Ajde, folk, lepo se majte. To je to. Se vidimo drugič. Ajde, čau. Ajde. Nisem snemal. A si predstavljaš?